snemajo, vokali so vredi. Komora. Dame in gospodje, Rene Volker, direktno iz salona. No, direktno ne, no. 7 nismo prepozni. 6, če smo čisto uradni. Ker si bil v prvega, petek si sem še imel. zaključil, ja, petek. Kako je bilo, nisem mogel briti? Kam nisem mogel briti? Na zaključek. Vsaki dan se pri meni viso. Eto. Ne, lepo, da si prišel, hvala. Ne, na zaključek. Na zaključku pa nisi bil, ja. Torej, zaključek mojega projekta Salon je bil pravzaprav en tak mali performance, bi temu lahko rekel umetniški. Tako sem začel projekt Salon z performancem, v katerem sem recitiral eno pesem, pa me je ena ženska iz publike bičala v bistvu in je bil naslov pesmi je bil Življenje me tepe. V principu imamo to v glavi, ne, da je življenje trdo, pa da je grozno, pa da nam je vedno tako strašno hudo. Ne. In jaz sem potem za začetek tega mojega projekta naredil eno tako performance z fizičnim nasiljem na nek način. No. In zaključil sem po enem mesecu, mesec nisem bil v salonu, 28 dni, od petka do petka, in tak lunin ciklus. Sem zaključil potem z enim bolj nežnim performancem in sicer je bilo naslov Ljudje puščamo sledi. Zdaj, te sledi so včasih lahko lepe, prijetne, prijazne, včasih so brazgotine, seveda ne. In sem združil moj nastop, moj performance, ki sem ga imel spodaj v salonu, z enim, ki je bil pa zgoraj že v nadstropju, za razstavo. Razstava se je imenovala Sobarvi in sem v sodelovanju z avtoricama, avtorji, 3 so bili, en še glasbo naredil predstavo Sožitje in sem v bistvu recitiral pesem o tem, da ljudje puščamo na ljudeh sledi in ker je ta razstava bila narejena na tak način, da je bila neonska svetloba, je osvetljevala določene objekte, inštalacije, sem tudi jaz potem nastopal gol in so ljudje po meni slikali z barvo neonsko, ki se je svetla v temi, ne. In hec je bil v tem, da so na to, ko sem govoril, ljudje puščajte sledi, ali pa ne moreš ne vplivati na ljudi, ne, ljudje ljubite in puščajte sledi, so začeli ljudje v publiki tudi drugega barvati. To mi je bilo fajn, da v bistvu nisem bil jaz edini, ki na njih pustil sledi, niti samo oni na meni, ampak so se med sabo začeli v bistvu pleskati. To je bilo prvega, tretjega. To je bilo prvega, tretjega. In to je bilo krasno, ne. Power of one. Nekdo nekaj začne, pove, ljudje sprejmejo in gre naprej. Ne. To mi je bilo fajn, da je zaključno se je torej interaktivno, kot, ne, tako sem si predstavljal približno. Ne. To je bilo v salonu še vedno? To je bilo v salonu. V prvem prostoru tu ali bolj tam naprej? V pritličju je kavarna, ne, pa zadaj še en manjši prostor, salonček mu rečejo, na vrhu je pa v bistvu koncertni prostor, pa razstavišče imajo običajno. In v zgornjem nastopila razstava, v spodnjem pa sem bil jaz. Pa to so bili prostovoljci, ko so prišli? Prišli so pa ljudje, obiskovalci, prijatelji, znanci z Facebooka, večinoma taki, ki so prišli že sicer ne, na pogovore, pa tudi eni, ki so prišli samo na zaključek. Pač, ne. Na kup na metanci? Ja, 15 ljudi je bilo, jaz sem rekel 15-20 maksimalno, da se lahko posvetiš vsakemu, ne, da se ga dotakneš, pa da lahko imaš neko interakcijo z nekom, ne. Kaj življenje imamo ljudje po 500,000 ljudi, ne, na Facebooku nekih prijateljev, ima pa vsi, da v življenju, če imaš 5, ne, se jim kome posvetiš, ne. 5 pravih. Ta pravi, ne. Ja. Zdaj v tem koncertnem prostoroma za Zalo v Gašperja, ne? V soboto, ne? Soboto, Petek. 8. marca, gdje je to? 8. marec je jutri. Ti pa jutri. Jutri sta Zala pa Gašper zgore v nadstropju, ja? Tak je za razprodano, verjetno že, ne? Mislim, da je okoli 220 kar že zunaj, ja? Kar je ogromno, ja. Zelo dobro. Nisem še bil nikoli v tem Jure, kava, stovarni kave, Gvatemala. Jaz sem bil lani prvič, ko sem bili podelitev alternativnih Oskarjev, bi temu rekli, nagrad ZIS se imenujejo. To si mi že praviš, da še enkrat povej. V bistvu mariborska alternativna kulturna scena Underground si podeljuje nagrade za dosežke na področju underground kulture, rečemo temu. Upam, da sem prav razumel, da ne bo kdo užaljen. Ampak ja, fajn je bilo, no. In imajo tam taki kup zizov na izdobljenih takih mariborskih alternativnih Oskarjev, rečemo temu, no. Jo, veš, ki sem zadnjič bil na intimnem odru v GTO. GTO, ne. Študent teater so imeli, ful je bilo vrej,
predstava, kot da smo na radiju in je igralke vstalke fulavre. Smo me povabili, ja, pa sem bil potem v salonu. Ja, sem bil, zanimivo je bilo, no. Igralki sta bile fulavre, me je ful presenetilo, ful so se vživeli. Ena je bila neka PC culture, feministka, zagovornica za živalske pravice, bla, bla, bla. Ampak prav zmislil sem si, kak je lahko tak tečna. Pa sem mislil, igra, dobro. Moja ni igrala, po moja je bila veganka. Ja, mogoče je tudi bila, no, ampak če ni igrala, dala to ven na full over način. Se sem povedal pol te Asiji, da pač ja, bi jaz imel neke popravke, ampak so tako po svoje naredili, tako so se odločili, da je cool. GT22 ima izjemno dobre predstave. Jaz sem lani bil prav skoraj da aboniran tam. Ne pričakuješ. Izredno kvalitetno. Na takem nivoju, da dol padeš. Res fajn. Zanimivo je to, da res je tako mali, tako res intimen, ker je res, ne vem, če je 40 ljudi dol. V bistvu je med 40-50 ljudi, recimo, ja, ampak igravci, mislim, izvedba, produkcija, je res intimna, ne? To pravi izraz, intimni oder. Ne? Ja, no jaz sem bil za prvič, kaj to je mariborska produkcija, ali kak je to? Tudi gostuje ljudje, tudi dol prihajajo. Vlone pa je mariborska, lokalna, ja. Kar je izredno fajn. Izredno fajn. To je spet ono, to delovsko mesto, to je vse isto sivina. Kurac, ni, ne? Ne, jaz po Londonu, ko sem se zdaj v Maribor vrnil, torej po 15 letih, jaz sem v bistvu 2 leti doma, odkrivam, da je Maribor, mislim, izreden potencial, mislim, za znore dobro. Sebe za neka vrena. Meni je prav ono na kožo opisano zdaj, po te izkušnje, ki sem imel zunaj, ko sem nekako dojel, kot imamo tak pregovor, da je boljše biti med prvimi na vasi, kot pa med zadnjimi v mestu, da dojameš dejansko, da Maribor ponuja, pa tudi druga mesta slovenska, verjetno, nimam druge izkušnje, ampak Maribor ponuja ustvarjalcu vse. Ogromno, mislim, jaz, kaj gledam dogodke, pa jih prek Facebooka zvem za njih, ali pa prek ves 2 dogodka na teden 100%. Najmanj, jaz sem se na Facebooku prav prijavil, veš, na dogodke mi pošiljajo vabila, potem nekakve te reminderje, kdo reče, da v Mariboru nima kam iti, in večinoma je zastonj, oziroma so zelo minimalne pristojbine, ni nujno, ampak ljudje enostavno imajo kam za iti, pa vseeno ne grejo, Ja, pa ne grejo. Ni zgovora denar, hočem to reči, jim ponavadi sebi šel, ampak ne morem, ker je drago, ni res, Ne, mislim, menim se med tednom 2 eventa ziher, za vikend pa je tako vse polno. Za vikend pa če vemo, če delamo mi 2 stand-up večere, čez vikend sploh ne dobiš datuma na tej naši ko smo open mic out migeci. Dobiš težko čez vikend, bilo kaki termin. Čeprav veš, da stand-up celo boljše dela se mi zdi preko tedna, ko pa čez vikend, ker vikend ima ljudje pričakovanje partija, čez teden pa je malo bolj se usede pa posluša, pa se zabava. Mogoče res, ja. Če mi jaz petek pa soboto ven, hočem imeti malo žura, pa malo bolj sem jaz tudi drugačnim feelingom, s tem grem ven, ko pa če grem na stand-up. Stand-up je tak, če ti delaš 1 uro pa pol, ob 9 začneš, so ljudje ob 10:30 že lahko na žurki naprej. Ja, samo če si dober, tudi po stand-upu ljudje niso več, kar so bili predtem, jih obremeniš, jim daš nekaj, so že malo utrujeni, če je dober stand-up bil, ker jim daš tudi malo razmišljajo, pa niso več feelingov za party. Če se res dober ostanejo, pa se meni ostane, pa se meni, to hočem reči. Če pogledaš, vedno ostane, vedno se posveti ljudem, vedno se pogovarja z njimi, mislim, kaj pa dol, Ja, mislim, da če ne bi hotel, bi še vseeno mogel ostati, ker ga zagrabi. Prijik vam. Aja pa David so tako prišla nastopati naslednji mesec, recimo, Smo decembra bili skupaj, smo se začvekali, zaklepetali, smo rekli, da bi vi tudi, sta rekla, ja, bomo, sta bila januarja na odru, bomba, Pa sta bila, Pa je bilo fajn. Ja, Mateja tudi v salonu je bila, na obisku, sem jo omenil, je bila potem februarja z vami, Ja, celi se je škoda. Zato treba z ljudmi govoriti, ljudje treba ponuditi, v bistvu, stvari. Ja. Fajn, ja. No, ko si jih omenil salon, pa to, da si jo spoznal, Matejo, ful ljudi si spoznal v bistvu, Povej nam. Jaz sem šel v salon v prvi vrsti, verjetno večina ne ve, zakaj salon omenjava sploh, Jaz pišem knjigo mojega življenja na nek način že 20-25 let in mi nikak ni ratalo, da bi se vsedel pa umirno napisal, Imeli smo v glavi neko zadevo, da
nisem pisatelj, pa sem imel občutek, da bi se moral nekam osamiti v neko luknjo, nek hrib ali pa na neko kočo, nekam, ne pa pisati tako en Hemingway ali pa kdorkoli. Ne. In to mi nikoli ni šlo v bistvu, ne, ker jaz sem v bistvu ene vrste ljudski človek, ne, in rabim interakcijo z ljudmi. In pa sem se spomnil konec decembra, kaj pa če bi jaz to v javnem prostoru delal, ne, kaj pa če bi jaz javno knjigo pisal. In pa sem neko prijatelj, ko smo bila v Ruslarju na kavi, pravim, ti kje bi vsaki plac našel, ne, in pa bum, salon, 2 placa sta spode, veliki salon, mali salonček, če mi ta mali salonček odstopijo, da se not preselim, da sem mesec dni noter, lahko pišem v miru, ne. Vem, ker sem prišel mimo. Wow. Mimo sem prišel, sem rekel, veš, kaj bom v salonu, bom pisal cel mesec knjigo, pa sem imel, a si se že zmenil? Ne, verej. Ja, ampak... Ne boš se zmenil, pa sem čez 20 minut klical, zmenjeno, In takrat sem jaz dojel, vedel sem že prej, kaj pomeni beseda kreacija, kako smo ljudje sposobni kreirati stvari, ampak v pol ure sem bil zmenjen za življenjski projekt, če bi temu lahko tako rekel. Ja. In potem sem dejansko šel tja, sem rekel, da bi to delal, mesec dni bi se vsedel, noter bi pisal, so rekli, ja, ne moramo imeti nobenih stroškov s tabo, sem rekel, jaz z vami tudi ne, in smo se, ne, tako vzajemno sodelovanje, je bilo vzajemna komunikacija, usluga, sem začel potem 1. januarja na Facebooku objavljati, da bom šel, potem začel sem neke stavke objavljati, neka vprašanja, nekaj, kar bom v bistvu raziskoval. 1. februarja sem se vselil noter, 2. februarja, oziroma 1. marca sem šel pa ven. In imam 120 strani napisanih, recimo, ne, kar je neka taka, neko dobro okostje za začetek. Ne. Za knjigo. Kaj se pa ljudi tiče za spoznavanje, kot se rekel, ne, so pa prišli vsi, ki jih želim, ki sem jih želel, ki sem jih celo povabil, ampak tisti, ki sem jih potreboval, tisti, ki sem jih res rabo. Recimo prišel je, kaj najpomembneje za mene, aktualni Prešernov nagrajenec za poezijo, Jure Jakob. Jaz sem pesnik in mi ga je vesolje poslalo, čisto simbolno, nič nismo, ne, on je bral mojo poezijo, jaz sem bral njegova hčerka na moj pisalni stroj tipkala in v zadnji teden je prišel gospod Tone Partič, ki sem ga povabil in bo napisal predgovor knjigo in bo se zavezal, da bo prebral zadevo, ne. Pojavili so se 2 založbi, ki bo knjigo vzeli v pač razmislek, da bi jo objavili. Vse se je zgodilo, ne, kar se tiče tega strokovnega ali pa pisateljskega dela. Poleg tega pa se je pojavilo 200-300 ljudi iz enih 15 držav različnih, eni čisto random, naključno, eni seveda, ki smo na Facebooku prijatelji, eni, ki smo pač znanci, pa so vedeli, da bom tam. In so me prišli obiskovati in se pogovarjali, ne, in glih danes mi je eden napisal na Facebooku, ti, kaj si imel to v salonu? Si se pogovarjal z ljudmi, pa si potem pisal njihove zgodbe? Sem rekel, ne, to me ni zanimalo. Mene je zanimalo, kaj bojo njihove zgodbe v meni zbudile. Kaj bo recimo to, kar se jaz s tabo pogovarjam, v meni povzročilo, ne? Reakcija, ja. Internet je tu ful zanimiv, ful dober za tako stvar, ker ko si se zavezal enkrat, da boš cel mesec tam pa javno to objavil, ni bilo pol več poti nazaj. In tudi nekaj, ne? Če bi ti to pisal doma, tudi če bi imel to disciplino, pa tako si rekel, če bi se v neko kočo zaprl nekam, pa bi imel to disciplino, da bi res samo pisal, ta založba verjetno ne bi čula za tebe. No? Marsikdo, ki je bil tam pri tebi, ne bi čul za tebe, če bi bil osamljen. Ja, to je res, ja. Je tudi to ena pot, ne me narobe zastopiti, da greš v kočo, pa na sredi Pohorja pišeš, ampak ta pot ima te prednosti, da je to javno, da je res vse. Ja, ampak ko si sam v koči na Pohorju, ne, pišeš čisto drugače, kot pišeš v prisotnosti ljudi, ne. In na koči v Pohorju, kamot nehaš za uro, 2, 3, 5 ali pa za 2 dni, ne. Tukaj pa ne moreš nehati, ker ti ljudje non-stop spodbujajo, sprašujejo, stojijo ti ob strani. Jaz sem to zato naredil, da sem samega sebe okoli prinesel v bistvu, ne. Da sem deklariral, ker če jaz tega zdaj ne bi končal, oziroma ne bom končal, to je pravzaprav ene vrste socialni samomor, ne. Jaz v life več ne morem nič narediti, ker me ne bo resno jemal, ne. In jaz sem moral sebe prisiliti, v bistvu, ne. In to je bil moj način, ne? Poiskati neko vrsto, tako rečemo, skoči in mreža se bo odprla, ne? In jaz sem skočil dejansko in podporna mreža se je začela plesti, prednji sem jaz kamorkoli priletel, ne? Spomni se, pa opiši občutek tisto soboto, ko si se odločil, kak si mislil, da bo projekt izpadel, pa kak je pol res izpadel? Ojoj, kakva razlika je, ja. Jaz sem se v glavnem odločil sedeti v salonu pa pisati. To je bila moja generalna zadeva. Pisati 28 dni. Če bom vsak dan napisal eno stran,
Je to A4 recimo, ne? Je to potem v knjigi približno 2 strani, to je potem že ene 60 strani, ne? Kar se je meni zdelo smiselno za začetek. Ne? Da sem dvojno cifro sicer naredil, kar se tega tiče. Občutek sem imel, pa želel sem si, da je prišli ljudje, ki bi mi mogoče pri projektu lahko malo pomagali. Hotel sem se šlepati, temu rečemo, ne. Povabil sem celo neke znane ljudi, recimo, ne. Povabil sem celo fotografa, kao paparaca, da bi nas ujel, pa da bi potem v medijih objavili, ne. Recimo Heleno Blagne sem povabil, pa Salome, pa Ždano Mlakar, punce, torej iz menopauze, ne. Ja. In na koncu niso prišli, ker se pa Salomeka nekaj naprnila, pa mi je naprej metala neumnosti, pa pustimo to, ne. In kako sem bil na koncu zadovoljen, da niso prišle, ker sem prav ugotovil, kako bi v bistvu jaz svoj projekt čip prodal na neko ime Helene Blagne, ne. Ja. V Svetnikih bi se pojavilo in kaj zdaj? Rene je v salonu, obiskala ga je celo Helena Blagne. Big deal, ne. Ja, kje je tu meja med tem, da se moraš promovirati, pa da ti to škodi, da se promoviraš, ne? To bi škodilo, projektu bi to mogoče koristilo, bi pa meni osebno škodilo. Ja, ker bi imel občutek, da nisem sam bil dovolj dober, da sem mogel imeti nekoga z imenom, da sem se šlepal na njega. Ne? In sem tako zadovoljen, da niso prišli, da sem res hvaležen, da niso prišli. To pravim, to razmišljam, ne? Pač, da mal pustiš moč drugim, ne? Da ti pomagajo, ampak zato dobiš ful publicitete. Ampak v kakem razmerju je odvisno, ne? To hočem povedati. Veš, kaj se pa lahko zgodi, tega sem se mogoče zelo potem bal. Vse mi ne bi ratalo, če ne bi bilo njih. Kak? Vse? Ne bi mi uspelo, če ne bi bilo teh zunanjih ljudi, ne. Tega pa ne. Spet bi predal mojo moč nekomu drugemu. To delam v lifeu doskrat, ne. Da imam občutek, da sam nisem dovolj dober, da bi lahko nekaj izpeljal, da moram vedno imeti nekoga zraven, ne? Po možnosti nekoga z renomejem na položaju, veš, na neki poziciji, ki z potem vplivom, ne. Ja, zanimivo. Mislim, ja, isto je za odmigice, ne? Ja, vse recimo. Ista stvar, ne? Pa če rabimo nekoga povezovalca, ko bo uspelo stvar tako je treba, zato da bo nam lažje, ne? Jaz sem recimo, ko sem bil v KGB-u na Tošu parkrat zaporedoma, popolnoma iskreno želel, da nam Toš pomaga, recimo, ne? Da bi, ne, pomaga. Da nam da nasvete, da nam da ne ideje, ampak da nas obrednoti, recimo, ne. Spet isto, ne, nismo dovolj dobri. Je pa seveda zmeraj fajn, če ti neka avtoriteta reče, ti, to je pa fajn, ti, to pa ni vredo, ne. Teda, če zameš to kot neke vrste kritiko, pa kot neke vrste mentorstvo, je to nekaj druga, ne, ko pa če se šlepaš na nekom, ne. Ko je bil v sredo na naši predstavi, ne, na vaši, jaz nisem nastopal, se mi je zdelo, mislim, ono prav, ne, čas, da je prišel na Stož, vas Stož pogledat, ne. In mene je ego rovlal, to še tukaj, jaz pa ne bom na odru. Čas za to, mislim, to moraš vedeti, da je prišel, dolga pot je bila pred njim pa za njim, da je prišel, da si je vzel čas za nas, tako da to svaka čast, da je prišel. Šel je takoj na pokoncu, jaz ga nisem več videl ga pa je Tim. Tim je šel pošten ga dol, tož pa gor, pa ga prednji Tim sploh kaj lahko vprašal, ne, kak je bilo, je to še rekel, ba je, dobro je bilo, pa šel. Tako da, to je edini feedback za enkrat, tako da ja. Ampak vsaka čas, da je prišel pogledat, ne. Nimo vse eno. Ne samo, da mu ni vse eno, pokazal je, da je človek na mestu in da je podmladek nekaj, kar ga zanima in da veš, že z obiskom je dal ogromno vrednost samemu dogodku, ne. Valjda. Kapo dol? Kapo dol. 13.3. ima spet, ne, 13.3. ja. To je naslednji teden, četrtek. Kaj sem pa že nazaj, ja. Nazaj, odkot nazaj? Jaz grem zdaj po salonu, ne? Ja. Sem končal pisanje prvega drafta, prvega osnutka. Se zdaj vsak dan vračam v salon, pa vsak dan po 2-3 strani uredim. In potem grem pa, potem sem si pa kreiral dejansko, da bom šel nekam na samo, delati pa končno verzijo knjige, ne? Kam bom zdaj šel? In meni kolega piše na Messengerju, a bi ti piše meni bajto čuvat, pa rože zalivat, grem za 3 tedne v Berlin, kam pa je rekel Novi Vinodolski, na Hrvaško, bajta z bazenom. Sem rekel, evo tega na Hemingway se je pojavil, spet sem skreiral, samo misel sem dal ven. In to se je dogajalo v salonu, veš, kaj sem rekel, se je zgodilo. Imel boš pa drugi
drugo okolje zapisati. Ja, ampak zdaj bom imel tudi že material, ki ga bom samo urejal. Ne bom več na novo pisal, ne bom več rabo biti tako zelo kreativen. Ne? Mogoče se bojo določene stavki spreminjali, dodajal nekaj zraven, mogoče bom na kako okosje še malo kaj mesa pa kože obesil, ne? Ampak generalno pa zadeva že stoji. Ne? Aha, to je to. Ja. A jaz mislil, da je to začetek zdaj. To so zdaj sem v bistvu zbiral te zgodbe, ljudje so se malo pogovarjali, iz mene so zbrskali neverjetne zadeve. Ena ženska je prišla povedati, da je imela splav, da tega ni nikomu povedala. No, kaj pa zdaj ta meni ženska razlaga o splavu, kaj imam pa jaz s tem, ne? Kaj ima to z mano? In pa Marija, in dejansko pozabo, mi dva z ženo, bivšo, sva imela 3. otroka na poti in je bil pri 3-4 mesecih spontani splav. In jaz sem ta dogodek popolnoma porinil nekam v podzavest, ker je pač bil neljub, ne, ni bil fajn. In o tem ne govoriš z ljudmi, ne, tega ne razpravljaš, te boleče. Ne. In potem se ena ženska pojavi in jaz knjigo pišem in ona to me vam potegne. Ne. In potem je prišla ena kolegica, znanka, prijateljica iz otroštva, starinstva videla, 40 let po moje, je prišla z boteljko in je rekla, sem se te prišla zahvaliti, ker si moji sestri življenje rešil. No, kaj pa? Nisem imel spomina, da bi jaz komu rešil življenje. Ne? Rekla, ja, ko smo bili otroci, je enkrat v Dravo padla in so vsi gledali pa kričali, ti pa si noč skoči, pa si jo ven potegnil. In jaz nisem od tega spominil. In po me je spomnila, da to v bistvu ni prva otopljenka, če tako rečemo, ki sem jo jaz rešil. Ampak ko sem bil star 5-letnega otroka na Novem gradu iz vode potegnil, kaj je se utapljal. Mislim, Ja. In te debate, ne, med ljudmi so meni sprožale neke stvari, ne, in to je meni interesantno, ne, pisati o tem, kaj je spomini v bistvu izbrskani, ne, s pomočjo ljudi, ki niso niti vedeli za nje, ne. Ja. Bolečine, recimo, na ženska je bila, govorila mi je o tem, kako je partner pretepal leta in leta, ne. Jaz sem imel zgodbo, ko sem bil tudi sam fizično precej zlorabljen kot otrok, pretepan. Ne? In veš, so se tako poklapale nenavadno te zgodbe, v bistvu obiskovalcev pa moja. Ne? Ja, zanimivo, kako bi rekel, zanimivo je, kak spomin odpove. Pa kolikokrat odpove. Veš kaj, to se mi zdi, da je to bolj varnostni mehanizem, da se tistih stvari, ki nam niso ljube, ne, se jih enostavno odpovemo, ne, oziroma jih potlačimo nekam, ker jih nočemo imeti, nekaj bolijo. Ja, v bistvu, ja. Ene zavedno, ene nezavedno, ne. Ti točno sam veš, česa se ne rad spominjaš, ne. Ja. Ampak Hvala, Jure. Zanimiv način, kako si to vun spravil, ne? Tega nisem pričakoval na tak način, ne? Ja. Da bo tako intenzivno to, ne? Ker spal nisem kakaj dan, ne? Spal nisem, ker enostavno se me je tako dotaknila neka tuja zgodba in pol dojameš, da se te ne more dotakniti čisto nič, če je v tebi spucano. Ne? Če imaš v sebi kaj nedorečenega, ne? Pa se te pol dotakne, ne? Zanimivo, tako neka vrsta psihoterapije. Je, psihoterapija. Sem imel prvi dan, drugi dan, no, na obisku Stelo Šibanc, ona je specializantka družinske terapije, psihologinja, oziroma psihiatrinja za šole Jungove, ne Freudove, vse nevažno, z Graca, z Dunaja. In mi je dala domačo nalogo, ne si vzamem knjigo Jungovo, ne, Misli, spomini, sanje, ki je pravzaprav psihoterapevtska knjiga, ne, in sem jo šel v knjižnico iskati, ampak sem samo prelistal na brzino, brat nisem hotel, pa jo bom še prebral, ker mi je povedala par stvari, ne, o psihoterapiji, kaj lahko pričakujem, recimo, ne, od ljudi, ki sem prav vprašal, ne, na kaj moram biti pozoren, ko bom govoril z ljudmi, ker sem hotel imeti neko teoretsko podlago celega projekta, ne. In je rekla, ljudje se morajo s tabo počutiti varne, to je prvo, ljudje morajo sodelovati na prostovoljni osnovi in pričakovati moraš tudi zavrnitev, da se kdo ne bo hotel s tabo pogovarjati. Ne? In vse to se je zgodilo, nisem pa pomislil, da bi moral pa samega sebe zaščititi. Da se ne bi smel dovoliti, da ljudje vame bruhajo 2 ure. Ne? Ja. Imaš se bolj močnega, kot si sicer, ne? In potem preden premeliš, pa predelaš, traja nekaj časa. Ja, zanimivo, kako to profesionalci delajo, ne? Ki se na psihoterapiji Meni so se začeli smiliti psihologi, psihiatri in celo župniki. Imam do vere sicer precej negativno odnos, oziroma odklonilnega, rečemo, ne? Ja. Ampak če pomislim, da nekdo posluša ljudi in njihove
grehe, kot jim rečejo, ne? Dneve in dneve, in da mora to vse ponotraniti, pa da tega ne sme deliti z nikomer. To zacrtniti. To ni izi, ne? Tega stališča jaz nikoli nisem gledal, ne? Kot župnika, kot nekega psihoterapeuta v bistvu. Tudi jaz ne do danes. Ja. Tega nisem nikoli imel tak, ne? Z tega stališča, ne? Kapo dol, ne? Ja, seveda. Vse ostalo pustimo, ampak to, da pa lahko ti nekomu nekaj povedati, ne? To pa nisem nikoli tako videl. Zanimivo, da tega ni, ne? Da bi se ljudje naključno pogovarjali v kavarnah, v levo, desno. Mislim, tebi to super gre, ko vim v pisarni, naprimer, takoj navežeš stik. Jaz sem se naredil takega, veš, jaz nikoli nisem tako bil. Jaz sem se naredil. Sej to hočem reči, to je skill, ne? To je odločitev, to je izbira. Jaz se bom pogovarjal s komerkoli, kdorkoli mi na pot pride, se bom z njim pogovarjal. Če bom le začutil, da se da, ne? Ker tudi riniti ne moreš pa siliti, ne? To je odločitev, ampak odpreti samega sebe, ne? Ja, kako do tujca stopiti, pa tudi nekaj kao uporabiti, ali uporabiti to tehniko, ti ful velikrat humor uporabiš in so takoj tvoje, ne? Tudi pojava, veš, tudi moje outfiti, moje oblačila včasih naredijo. Ljudje te ne vzamejo tako zelo za nevarnega, neresnega, ne? Ko si malo ene vrste klovn, ne? Včasih svež, da se oblečem, da se naštimam, ne? Ja. In takrat ljudje imajo, si zanimiv, ne? Ja. Nisi ogrožajoč, nisi nekdo, ki bi lahko bil nevaren, ne? Mogoče res je, ker... Če omiliš neki pristop, ne? Ja, ker ne vem, če bi kdo navadnega videza začel kar tak nekaj, bi človek mislil, opa, to pa za nekaj hoče od mene, to pa so neki Herbalife-ovci ali pa kakorkoli, ali kaj hujšega. Jaz sem se v salonu celo recimo usedel k nekomu, ker sem začutil, da je lahko, pa sem dal samo roke na mizo, pa z oči gledal, nič drugega. Tudi enega ni bilo, ker ne bi rok položil v moje roke. Kak si začutil s pogledom? In pa smo začeli se pogovarjati, kako malo kdaj se dotikamo, pa se pogovarjamo, ne? Ti si prišel, nisem nič rekel, samo dal si roke. Ja. In ker to že skoraj da teatralno nastopiš, ne? Ja. Ne takoj, ne skočiš, ne, ampak se gledaš najprej, on sedi, pije kavo, ženska, moški, ni važno, ne? Jaz sem v onem kotu bil, nastane nekaj, ne? Kot da nekaj od mene hočeš, ne? Daš feeling, ne? Ampak zanimivo, ne? Ti imaš zelo agresiven pristop do ljudi, ker tam si, ker nisi, pa takoj poveš svojo zgodbo. Ne? Ampak tudi od energije človeka, človek, ki misli žal, ki misli nekaj slabega, ne? Mu ne bi tako zaupali kot tebi. Tako da tudi to je pomembno. Z iskrenostjo, z direktnostjo ljudi takoj razorožiš. Ja, samo z direktnost, pa vseeno slabo namerna direktnost je razlika, ko pa dobro namerna. Ljudje čutijo, veš? Čutijo, če govorica telesa, sam s pogledom, če si napet, takoj vidijo, da si napet in zdaj nek tujec mi nekaj govori, pa napet je, nekaj hoče, nekaj ni vrej. Jaz sem v salonu imel navadni pisalni stroj, ne? Ja. Tik. In sem začel, recimo, salon je zelo mirno vzdušje, ne? Atmosfera, nežna glasba, jazz, soul, skratka, ne, tako zelo ambientalna zadeva je. In ko slišiš v tišini ali pa polglasno, ne, pisalni stroj, takoj te aktivira, ne, ali te spomin nekam odnese, ali te zaintrigira, kaj se to dogaja, ne, in ko sem delal, sem napisal, sem zvil v rolico, zlato mašnico okoli ali pa rdečo, pa zapakiral en tak tetrapak, pa nesel k nekomu pa rekel, to pa je darilo zate, pa sem dal na mizo. In ko to narediš enkrat, ko ljudje odprejo, čeprav to je bil hec, ne, to je taka, kot ena vrsta origami, 3D varianta, ne, ko ga morajo uničiti, razred odpreti, ne, če hočejo priti do vsebine, viš, to pa je tako s človekom, moraš ga odpreti, ne, če hočeš priti do bistva, zdaj pa od tebe odvisno, ali boš raztrgal, ali boš lepo odprl, ali boš nežen, ne, ampak vsebina bo ista, ne, samo posledice, lupine bojo drugačne. In sem na listku je pisalo, hvala, ker deliš ta trenutek z menoj, ali pa so dnevi, ko sem, so dnevi, ko nisem. Danes sem, ne. To je tako zanimivo, da isto kot darilo odpiraš, traja, pa čakaj, kaj je zdaj? Pa ga raztotaš, ne. Ja. Ampak spet tvoj pristop, ne, ni agresivno, oziroma nisi, vidiš človeka, ko hoče nekaj od tebe, tak, za sebe.
Ne? Zaradi egota. A sebično, ok. Vidiš pa človeka, ko pač ti sam pokloni list papirja. Tu je velika razlika. No in recimo potem več ni problema za komunikacijo. Nekdo je celo prišel, sta bila fanta punca, moški pa ženska sta bila in sem ji dal ženski jaz sem rekel, tetra misli. In odpreta, prebereta, pije tip k meni, pa mi da 5 evrov. Ono, varianta, evo, pijeve pičko, ne? Prav fajn se mi je zdelo, da nekdo celo finančno ovrednoto, kar sem mu jaz dal kot lepo gesto, ne? Interesantno. Kakorkoli bi bilo verjetno vredno nekaj. In meni je to spomenilo, zato predvsem, ker jaz sem imel ta projekt, knjiga, je tudi projekt mojega finančnega ne osamosvajanja, pač pa preobrazbe, bravo, hvala. Ker recimo v naši familiji imamo to zgodbo, moški v naši družini ne znamo z denarjem, ne? In s tem smo živeli na nek način. In jaz sem se odločil iz tega knjige narediti tudi predstavo, neka turnejo, če hočem, brez neke turnejo, in zadevo zastavi tudi poslovno. In ko mi nekdo da 5 evrov za eno misel, je meni utrdil, to, kar jaz rad delam, kar iskreno delam, kar pošteno delam, je lahko in je tudi vrednoteno. 5 evrov, ni važno. Meni je dal človek v glavo klik. Potrditev, ja, to je vredno, tvoje delo je cenjeno. Zanimive zgodbe, sploh iz vidika, sploh to, ker smo bila pri tem, nekaj si pričakoval, pa je nekaj drugega ven prišlo. Prišlo je približno isto, samo ne tako bogato, tako kvalitetno. Jaz si nisem mislil, da bo tako močna zadeva. Ja, mislim, isto je, ko dobiš novo službo, ko začneš, si misliš tak pa tak bo in pol ni tak, mislim, ne zaznaš vseh aspektov na razgovoru za delo. Isto, ko se greš v neko stvar, kot je ali muzika, ali pol band, ali pol, ne vem, kakorkoli, gledališče, impro, stand-up. Nikoli ni tak na začetku, ko je pol na koncu. Jaz sem se naučil, da smo razočarani samo, kaj imamo pričakovanja. Moramo iti dobesedno, brez pričakovanj, jaz to rad delam. To jaz delam, to bom delal, to je to. Pa se nas in potem, hvala Bogu, če se ne strinjaš, ker če boš delal, kar rad delaš, boš 100% delal dobro. In karkoli delaš dobro, mora tudi nagrada slediti. O tem govorim samo. Če delaš to, kar rad delaš, če pa greš delati, iskati službo, nekaj, kar boš delal samo za denar, pa kar boš pač se prilagajal nečemu, potem pa vedno imaš neka pričakovanja. To pa so pričakovanja više od užitka. Pač, če ti delaš nekaj z veseljem, je to seveda poglavitno, ampak da pa ne bi imel pričakovanj nič, da nimaš ciljev, da nimaš zastavljenih nekih, tako si ti imel v enem mesecu, to pa to napisal, spet ne gre, to pa je pričakovanje, ne? Vem, kaj misliš, To je mogoče planiraš zadeve, načrtuješ, načrt mora biti verjetno, ampak končni rezultat, pa če ga imaš fiksiranega, je škoda, ker meni se je to, kar pokazalo, da sem ga presegel večkrat, če bi imel pa samo, to mora biti, pa se limitiraš, pa se omejiš malo, če imaš pa odprto, pa ne gre. Ampak da bi šel čist brez pričakovanj, bilo kaj. To potem skoraj nima smisla. Hotel sem imeti knjigo, hotel sem imeti zgodbo, hotel sem imeti predstavo, iz tega bo turneja, pika. Kaj pa znotraj tega nastalo, pa še ne vem, ampak nekaj par punktov sem imel takih odločilnih, ki bi jih rad dosegel. Imel si pričakovanja. Je pa spet tako, da če pa delaš nekaj, samo zato, ker te veseli, pa delaš brez pričakovanja, spet lahko, pač to so mogoče kakšni hipiji, kako hipijsko razmišljanje. Pač delam to, dokler mi paše, pol grem pa nekaj drugega. Nimam pričakovanja. Outmigece, ko smo na odru za VKGB, ko smo delali. Jaz sem šel na odr predvsem zato, ker sem rad na odru. To je prvo, ker rad nastopam, ker zadnjič je rekel, kdo je rekel, fant ima rad odr. Pa ker sem samega sebe probal testirati. Jaz sem bil tako celo življenje na odru kot učitelj, v bistvu, ampak nisem imel pa zmeraj odrasle publike. In jaz sem se hotel v bistvu malo spet samega sebe prisiliti v biti na odru in dodati, biti uspešen, zabavati ljudi. Ne samo, sem sposoben biti na odru. To skoraj vsak da lahko. Ampak biti tudi do te mere uspešen. In to je bilo moje pričakovanje, da bom
soliden stand-upper, da bom soliden nastopajoči, ki bo imel v publiki neki odziv. Ne? Ampak ja, pričakovanje je mogoče res nek driving force, neka gonilna sila tega, da ti hočeš ali dokazati sebi, ali nasmejati koga, ali se naučiti to pa to pesem, tak pa tak zašpilati. Ker so pa taki ljudje, ko pač bom šel na oder, bom probal, pa ful je bilo fajn, ful sem imel fajn, sam ni pa vztrajnosti polne. Pa bom šel probat nekaj drugega. Ker to potem verjetno ni to, kar bi ti res rad delal, ne? Si pa šel probat, ne? Ja, verjetno je res, da ni to. Ampak so pa ljudje, ko delajo to skozi, pač konstantno kot novi hobi. Jaz sem kolegico, ko je imela mečevanje s katanami, ki to sploh najdeš ti. Pol je šla plesati swing, pa čist vedno, ko se menimo tak na 2-3 mesece, 4 mogoče na Facebooku, vedno ima nekaj drugega. Zdaj je v šoli za policaje. Pol je napisala na Facebook, da če ve kdo za ne vem kako borilno veščino, kje se da to v Ljubljani učiti, pa smete, kaj vse ti delaš, ker to kar vse sprejmeš. Vmes je imela startup, vmes je imela, ne vem, vse proba, ampak pač, mislim, verjamem, da lahko nekdo tako funkcionira, brez da bi ostajal v eni stvari par let, ali pa 10 let, ali pa do konca. Jaz sem imel 50-letni službenc povedal, ne? Plus, ne? Ampak to je bilo pač... Niso bile za tebe, ampak... Nekaj, kar sem poskušal, ampak v vsaki od teh služb sem našel pa nekaj, kar mi je bilo všeč, kar sem rad delal. Nikoli nisem trpel, nikoli mi je bilo muka, nikoli nisem samo za denar delal, v bistvu, ne? Vedno sem našel nekaj, kar me je vsaj do neke mere zanimalo, ne? Ja, mislim, da bom pa probal, v bistvu, ne, v tem smislu. Čist ista zgodba, kot od moje kolegi. Ja, no, se to, ne, to me spomnilo. Ne živi življenje, ko je pričakovanje tako visoko, da bi res mogla to zdaj, pa bom v tem do konca, dokler dosežem tega, pa tega ni, brez pričakovanj, gremo to probat, gremo swing probat, gremo pol katane, gremo pol pač v šolo za policaje. Ja, nek drug mindset, ko ga jaz niti slučajno ne morem razumeti, čist tak. Zdaj pa smo različni, ne? Recimo sem Plato posnel pred 15 leti, 16, ne? Ker sem hotel Plato posneti, pač posnel, ne? Križanke, ne? Koncert, bla, bla, bla. Nikoli nisem tega takrat videl jaz kot posel, kot nekaj, kar bi lahko jaz redno delal, kot kariero, kot nekaj takega. Zdaj sem recimo začel, ne? Razmišljam, da bi pa na novo začel, ne, delati to, ker to verjamem, da sem jaz in to sem jaz, ne, v neki moji svojski obliki v bistvu, ne. In zdaj, ko sem ti prej omenil, da bom najstarejši ali pa da sem najstarejši slovenski gej raper. Ja, ne, zdaj pa se tepe ima, kdo bo prvi, ne, pa kdo bo zadnji. Noben ga ni, ne. Koliko ste vprašanje, koliko je sploh slovenskih gej raperjev? Ne vem, ne se pojavijo, jaz jih izzivam, ne. Ja, vsi. Si predstavljaš slovenski gay rap battle? Si predstavljaš publiko, ko prišla to gledati? Publika bi pa prišla, bude brez skrbi. Verjaj, da vi sami bili zelo posebni, več. Ja, prej sem to omenil, v Ameriki je v bistvu homo-hop dosti močna zadeva, ne. To je res, ja. East Coast, West Coast in to se dogaja, ne. Je pa res, da... Homo-hop. Ja, homo-hop se hoč ne čuje, ne, ampak govorijo pač o temah, ki se nas dotikajo, ne. Nažalost, še zmeraj skozi neko prizmo žrtve, ne. Jaz pa poskušam biti malo bolj pozitiven v smislu, outlooka na life, ne. Vsi smo žrtve do neke mere, ne. Eni pa pač še delajo big deal iz tega, še bolj, ne. Pa pa res, eni iz tega naredijo ogromen posel, ne. Do, naprimer? Posel, recimo umetniki, ne, iz trpljenja, ne. Ja. Od Van Gogha naprej, ne. Se strinjam, Si uho odrežem, ne, tak mi je hudo. Pole vprašanje, ali hočejo spet, pa se dela žrtev ali pa je žrtev? Ni nujno, lahko da je zadeva pa polnoma iskrena, ne. Lahko da je, se pravi, lahko da je, ampak pri marsikom pa ni, ne. Ponavadi menedžerji ugotovijo, da imajo primerni material v rokah, pa ga bolj izkoriščajo. Umetnik sam niti ne. Tudi to je. Menedžeri so sploh take zanimive. Zato imamo klub 27, ne, ko ljudje umirajo mladi. Ja, dobro. Ko so šli delati bolj primerjavo, koliko ljudi pač umre v drugih letih, ne. Isti šmorn. Ja, ni zdaj seveda ne, to je medijsko napumpano. Medijsko napumpano, ker je bilo pač v kratkem obdobju, pa pač je bilo glih 27, pa je nekdo to povezal, naredil članek, veste, 27. Ja, seveda. In je bolj dogma. Letos pa lani umira moja generacija, ne.
v zadnjem obdobju od George Michaela do Princa, do Michaela Jacksona, do Freda, mislim, ne, a veš, to so ljudje, ne, ki so bili v 80-ih, ne, pač zvezde in njihov čas je prišel, izpeli so se na nek način, ne. Ja, živeli so zelo hitro življenje, pa pač pusti posledice, ne, sploh. Ni bilo toliko informacij, takrat si ne znam predstavljati o teh stvarih, kako zdravo živeti, pa vsega. Ni bilo to dostopno. Mislim, jaz ne vem, se ne spomnim, valjda, ampak dvomim, da je bilo to, sploh zaradi YouTubea, sploh zaradi spletnih medijev, ko so se razširili. New York Times tudi po mojem ni bil vsak dan neki nasvet za zdravo življenje, verjetno, ne. Je pa hec, da je bil pa lahko Keith Richards na vseh pogrebih. Pa glih on. To so tudi zanimive zgodbe v bistvu. Ker če je kdo imel fast life, ne imel on. Ja, overdosov pa tega. Vsega, ne. Mislim, se tudi Kurt Cobain se je overdosal, ne? On je bil v Rimu v bolnici. Ja, tudi Amy Winehouse, ne. Jaz sem recimo tudi delal v studio, ker je Amy vse snimala, ne. Tudi zgodbe o njej slišal, ne. Ker v bistvu to popolna žrtev medijev, ne, popolna produkt, ne, ki so ga zlorabili dobesedno, ne. Ja. Kakorkoli je bila originalna, pa autentična, pa super, ne, ampak zlorabljena popolnoma, ne. Kak je to hecno, ne, to je spet neka filozofska razlaga zade. Ona ne bi rabila biti ta žrtev, ampak vprašanje, če bi imela tak iskren glas, pa vse to, če ne bi špilala žrtev. Kaj pa vem? Jaz večkrat teh ljudi, kot je ona in kot ti, ki se overdozirajo, da tako rečem, ne, meni se nič ne smilijo, v bistvu, ne. Fajn se imajo, ja? Ne samo fajn se imajo, oni enostavno odživijo svoje v zelo kratkem času, ne. Ja. In nekdo, ki izbere tak izhod, ne, ga je pač sam izbral, ne. Prešer je, to je sigurno, ne. Ampak vsi imamo prešer, ja. Vsi ga imamo, Kitrica ga tudi imel, ne, pa ni izbral tega, ne. Njega bolj cenim kot nekoga, kot survivorja, ne, ki je zmogel v ta napor, ne. Ja, čas je v bistvu tak, pač zmisli smo si, časa ni, to je pač človeška izmišljotina, pač to mi določimo, koliko je ura dolga, ne, pa mi določimo, da je vredi, če živiš 90 let, da si pač dolgo živel. Vprašanje pa je, koliko si doživel, ne. It's not the years in your life, it's the life in your years, ne. Dober, res je, ja. Dober, čekaj, Parkway Drive, Kerkovanče, mislim, da je The River. Dober metalcore band. Yeah, it's not the years in your life, it's the life in your years. Vse je relativno, glede na to, koliko se imaš fajn. Sem pa bral knjigo o vasi 100-letnikov na Japonskem. Ikigai, fular knjiga. In ne vejo, kako. Pač, mislim, niso načrtno, ampak oni so začeli zdravo živeti. Glih prav sonca, glih prav počitka, glih prav dela, glih prav utrujenosti in vas 100-letnikov. Oziroma nek otok, kjer je največ 100-letnikov. To pa Japonci imeli tudi celo tradicijo, kulturo odnašanja starcev v gore. Ko so postali nekoristni, so jih žakli nabasali, oziroma v koš podnesli, pa pustili gorskim zverim. Bitjem. Ja. Wow. Je pa hecno, da govoriva za o tej temi, ne, o overdose, končni fazi samomor, ne, na nek način. Mogoče nenameren, mogoče ja, ne. Ja, ker to, kar bo danes Jure z mano delal, ne, je to, ne. To, kar bo Jure danes tetoviral, ne, je v bistvu en tak simbol depresije, ljudi, ki so preživeli samomor, ne, ljudje, ki so skratka se znašli v neki črni luknji, duševni, mentalni, kakorkoli, ker sem se tudi parkrat, ne. In podpič je, če ga vidimo, ne, da ima kdo, ponavadi je ali na zapestju, ali pa na vratu, ali pa kjerkoli druge, kjer je zelo vidno, ne, znak ljudi, ki se torej borijo, ali so se borili, so preživeli, doživeli, kakorkoli že, ne, depresijo in hecno. Ena izmed teh stvari, ko sem bil v salonu, se je pojavil fant, 25-letnik, bipolaren, ki je bil potem na zadnjem dnevu
kamerman na mojem performansu, ko sem ga povabil, v bistvu nekaj je hotel video spot posnet, pa nikoli še nekaj nič naredil. Pa sem ga vprašal, imaš kamero, rekel, nimam, kaj pa imaš telefon, imam in ne prišel, ne snemal. Ne? In zanimivo, da se danes ob 6 spet dobiva in sicer v podporni skupini duševnih motenj, ki se bo v salonu začela zdaj, ker se je prejšnji teden nekdo pojavil in bo zaredno organiziral. Skratka, znotraj tega salona se je cel kup projektov začelo v bistvu, ne, ki so popolnoma nepredvideno nastali. Nekdo je prišel, nekomu sem nekaj rekel, nekoga sem z nekom povezal, nekomu, ne, in take živi organizem je ratov, no. No in ta depresija, ne, samo ena izmed stvari, ki sem ga skozi dal, ne. In ko vidiš nekoga, ne, z znakom podpičja, ne, veš, da je to nekdo, s komu se lahko o tem tudi pogovarjaš, ne, ker to je tudi znak, ne. Ogovori me v bistvu, ne. Ja. Jaz zate ne vem, ne, če ti to skozi daješ ali ne. Jaz pa sem se v bistvu žigostal, da ti dam znak. Ja, jaz sem pripravljen s tamo govoriti, ne. Ja, nisi edini v tem smislu, ne. Da sem čul tak, pa bral depresija, no pa ni nekaj, kar bi si lahko predstavljal, ni nekaj, kar bi sploh lahko opisal z besedami, ne, ker jaz sem se prvič, ko sem se ločil, to je bilo prvič, drugič pa, ko je samo umrl, ko je moj partner umrl, sem tudi na psihiatriji končal, sem tudi bil na obravnavi in so mi tudi tablete ponudili, pa sem si se pozavrnil, ne. Ja. Ampak pa sem je tudi v Londonu pojavljal, ponovilo še enkrat, potem pa sem se odločil, da pa to ni to, ne, prav izbral sem, ne. In ko sem predlani bil v bolnici, ko sem bil bolan, ko sem pač imel raka, no, in ko sem prebolel, sem tudi bil v popolni depresiji, 55 kg na vozičku, v plenicah, a veš, ono, konec, ne. Ja, ampak sem telefon vzel, pa sem izbral, in sem rekel, izberem življenje, dosti imam tega, ne. Pa sem se spomnil na knjigo Viktora Frankla, ki je napisal V taborišču. Viktor? Ja. Ja, Viktor Frankl. Kljub vsemu izberem življenje, ne, zelo knjige, ne. Ja, Ja. Ne, ni tak naslov. Sigurno ni tak naslov. Frankl. Je Viktor Frankl? Ja. Naslov pa je... čakaj, bom pogooglil. Kljub vsemu rečem življenju, da, nekaj takega. Zelo dobra knjiga, ja. Doma. Zelo tanka knjiga, pa sem prebral, no. In da sem se bolnici spomnil, no, kak je moje trpljenje, ne, če mu tako rečemo, ker trpljenje je bilo, zanemarljivo, malo da ne, s trpljenjem ljudi, ki so dali skozi ala taborišča, recimo, ne. Aha, to imaš prav, Viktor Emil Frankl, knjiga ja, Emil je tudi moje Man's Search for a Meaning. Ja, ne, v slovenščini je prevod sigurno, kljub vsemu reče življenju, da. Aha, jaz ne v angliščini, ja. In point je pa v tem, točno v tem. Pa tudi moje middle name je Emil, ne. Ja. Mislim, ja, knjiga govori on je bil nepoveljnik krila, no, kako se reče glavnemu za en del bolnice. On je bil... Primari? Primari? On je bil glavni za eno krilo ene židovske bolnice na Dunaju pred drugo svetovno vojno in potem se je že vedlo približno, kaj bo z Židi. Retorika je že šla se spomnim, ja, imaš prav. Je že šla v tej smeri, da so se lahko bali in je imel šanso iti, on pa žena, pa otroci, ali kako? On, glavnem, za njega vem, da je imel šanso iti v Ameriko ali Švico ali nekam zbežati, pa je rekel, da ni mogel, ker sta starša pa nista mogla iti. Za starše pa ni dobil transporta. Ja. In je ostal in so ga seveda zaprli v ono taborišče, v to taborišče. In on, podobno tako ti, on je imel transkript knjige, on je začetnik 4. veje psihoterapije dunajske, logoterapija se reče. Psihoterapija se ukvarja s tabo, kot da se je tebi nekaj v preteklosti zgodilo, tvojem otroštvu, kar vpliva danes na skoraj vsako tvojo odločitev. On pa je začel opažati in razvijati teorijo logoterapije, ki je, da ni samo preteklost, ampak tudi prihodnost. Se pravi, tvoji cilji tudi vplivajo na tvoje stanje. Ne? Sploh, na primer, ta primer, mislim, da je dal primer enega ameriškega veleposlanika v Avstriji, ki je hotel je nekaj doseči. Cilj je imel, ampak je izbral službo veleposlanika, ker je bila bolj varna, znal je delati, ni bilo panike, velik denar, ampak hotel nekaj druga delati. In ga je skozi matralo. Ne? Pa je rekel, on je skozi na psihoterapijo hodil, skozi je bilo, ja, tvoj slab odnos s tvojim očetom, ti to dela. Preko, ko je razvijal logoterapijo, je pa temu človeku pomagal in je bil tak.
ja, tvoj odnos s tvojim očetom vpliva na tebe, ampak ti si želiš nekaj druga biti, probaj to. Takrat se je temu veleposlaniku vse zasukalo, ker je pustil službo, šel, ali kak je bilo za ne vem, pol je ugotovil, da tudi cilji na tebe vplivajo. Absolutno. In on je imel transkript knjige napisan v listah, mislim, da ga je celo v taborišče zraven nesel in ga je izgubil tam, oziroma so ga vzeli. Tudi tega se ne spomnim vredu. Glavnem point tega je bil, da je on na živo potem opazoval, ko je nekdo začel govoriti, ne bo konc vojne, tu bomo končali, to je fertik. In so zboleli potem in umrli. Dobili so marsikaj. Niso bili samo samomori, samomori so bili prepovedani. Naprimer, hoteli so, da do konca trpijo do smrti. Oni so se odločili, ne bo fertik vojne, jaz tega ne bom preživel in to bo to in pol je prišlo virus, pljučnica, bilo kaj je prišlo, ampak prišlo je zaradi mentalne odločitve fertike, cilj ne bo dosežen in tako je bila odpornost zelo nizka, ker to so dobivali vodo pa malo kruha noter ali pa nekaj, ne. To je bilo kosilo za njih. To je bila juha v bistvu, ne? To so dobivali, naprimer, to se spomnim, da je bilo napisano. In ko se je človek odločil, fertike, takrat je ljudje umrejo, ko niso več koristni, ko se čutijo ne več koristni, tako ne. Ljudje izberejo smrt. Sam se je odločil. Tako je moj oče umrl pred 2 letoma, ker ni imel dovolj, ne. Isto za rakom, ne? Ja. Ampak prej sem se nasmejal, ko si rekel o otroštvu. Jaz sem šel v salon iskat 3 obdobja, To pa je ona, kako se že reče v Londonu, ta? Landmark Forum, tam sem ugotovil, da se pri 4-5 letih ti nekaj zgodi, okrog 8. leta pa okoli 12. leta. So take 3 odločilne obdobja, v katerih ti ustvariš o sebi mnenje. In potem imaš celo življenje, takšen pač sem. Ne? V bistvu nisi tak, ampak si se takrat odločil. Nekaj se ti je zgodilo, ne? In jaz sem potem na tem salonu ugotovil, kaj so te 3 moje točke. Ne? V praksi to pomeni, da ti je nekdo rekel, nisi dovolj vreden, naprimer, in potem si ti govoriš, nisem dovolj vreden. In to na vsaka tvoja odločitev vpliva. Ali pa ti reče nekdo, ti si pa ful pameten, in to na tebe vpliva. Jaz sem ful pameten. Tudi takrat, ko nisi, si ne moreš priznati, jaz nisem pameten. Ampak dejstvo je tudi, da se ti nekaj zgodi in ti potem sam narediš mnenje o sebi. To je tako ponotranjiš, še hujše. To sem zelo površinsko opisal, da ti nekdo reče, pa da ti dobiš občutek tega. Več pa glih Frankla omenila, jaz sem pa v Londonu spoznal, sem ga na vozičku vozil Nikolasa Wilsona. On pa je v bistvu, ne vem koliko, 600-700 židovskih otrok je v bistvu iz Poljske z vlakom v Anglijo spravil v bistvu, ne, in sem jaz takrat delal na ambasadi švedske, na domovanju švedske ambasadorke, no in je bil takrat, so mu podelili neki Švedi nek častni naziv ali diplomo ali medaljo ali nekaj takega je bilo, no in je ta prišel, jaz sem ga tam fural, kak z vozičkom je bilo, prav čast, ne, nekoga spoznati, ki je dobesedno rešil življenja, ne, 100 ljudem, ki so potem imajo otroke in ena veja človeštva, malo da ne, je zato preživela, ker se je en človek odločil nekaj narediti. Ne. Ja. Pa ne odločil, ti je imel jajce. To. Ja, naredil je, ne. Kakšne zgodbe se bolj tu pišejo? Večeroma včasih tu pa tam vidim na internetu sploh, ker mislim, da sam na internetu to objavljajo zgodbe nekih ljudi, ki so naprimer v drugi svetovni vojni mogli iti, prišli nazaj, iščejo svojce za neko gospo, sem se prav, da so jih z Maribora mogli iti, ne vem kam, v nek drug konc Slovenije, brat je pa v Srbijo so jih vozili dosti tudi, ne, potem... to ne vem, mislim, ta ženska je bila, mislim, da proti Kranju, vse ne vem, zdaj govorim na pamet, ampak kako so mogli iti, pa pol je šla, pa pol za sestro išče, brat je tak šel partizane, doben ne ve ki, ko je prišel nazaj svoje stanovanje, je bilo pa že vseljeno. Ker pa so mislili toliko ljudi. To so v bistvu kočevari, ko smo mi rekli, ko so v bistvu Nemce selili dol na Dolenjsko, ne, pa so Slovenče seljevali. Ne, po drugi svetovni vojni. Ko je prišla nazaj v Maribor, je prišla v stanovanje, ki je bilo že vseljeno, ker pač toliko ljudi je takrat zginilo, te stanovanje so bila in so pač, ne vem kak, ne vem to, nam zdaj rekel kak, ampak pač ker so bila vseljena, nekdo je ker tam pač bil že 1 leto, naprimer. Pa smo v Palestini. Približno isti sindrom, ne, približno isto stvar, ne. Pregnat, naselit, ne? Ja. Kolonizacija v bistvu, ne? Čista, pa ne zaradi potrebe, ampak zaradi... Ja, pa tudi čez potrebe, ne?
Tudi, če bi bila potrebe, ampak to je bilo bolj tako, gremo se naseljevati tam, da bo to naše. Ja, seveda. To je v bistvu kolonizacija, pregnati domačine, ne, pa naseliti svoje, ne. Ja. Zdaj pa šlo v politiko, nehajva, to ne bo fajn. Si ne upaš? Ne, da se ne upam, ne želim, ker sem se zadnje leta dosti ukvarjal s tem in sem se zelo obremenil s politiko in mi je začela enostavno najedati do te mere, da mi je postalo odveč, ne, ker mi je moja kreativnost mi je požirala, ker sem se časovno preveč ukvarjal z nekimi stvarmi, ki mi niso koristile, ne. Jaz sem se zdaj navadil vprašati se skoraj vsak dan, skoraj vsak moment, a to, kar delam zdaj, a mi bo to prineslo to, kar bi jaz rad. Ker če mi bo, pol nadaljujem. Če mi pa ne bo, zakaj to delam? Zakaj jaz delam nekaj, kar mi ne bo nič koristno, ne? Steve Jobs' commencement speech iz tistega govora je tudi to. Imajo točno to, da se vsak dan se postavil pred ogledalo, vprašal, kaj to, kam danes naredil, je to, kaj jaz hočem delati. Ja, okej, vidiš. In rekel, ko je imel preveč dni zapored, odgovor ne, nočem iti na ta sestanek, nočem iti kakorkoli k mami na kosilo, nočem iti v papirnico se zmeniti s temi, to pa to, kakor hitro bilo, preveč dni ne je vedel, da nekaj narobe, ampak to je popolna iskrenost samim sabo. Ne. To se mi je zgodilo v salonu ne dvakrat, da mi nekdo ne rekel. Ko sem pristopil, bila sta fant pa punca, pa sem jim dal tisto pesmico v tetra misli, tetra pako, kakorkoli že. In potem po nekaj časa sem rekel, lahko prisedem. Rekla, ja, seveda, ne, pač vljudna. Prisedem in potem smo govorili 10-15 minut, danes sem jaz govoril, pa nista se hotela nič kaj posebej odpirala, bi z mano govorila, ker jaz sem vsakega, ki sem ga imel, pred sabo kot sogovornika vprašal, ne? Jaz delam za inventuro življenja in iščem tista področja, ki bi jih rad nekako čisto, tista, ki so neka kugla mi okoli noge, neko sidro, ne? Zato, da se ne premaknem naprej, da še nisem tam, kjer bi rad bil, ne? In pri meni trenutno so finance, jaz finančno zadevo urejam, enostavno moj odnos do denarja. Kaj pa, če bi ti delal svojo inventuro, ne? Kaj bi ti našel, kaj bi tvoje področje bilo? Pa čisto konkretno, dajmo ti, evo David, če bi ti delal inventuro svojega življenja, pa bi iskal en dogodek, enega človeka, eno stvar, ki bi jo rad razrešil, da bi potem pa zatem vse ostalo se nekako lažje razvijalo. Česa bi se recimo lotil, ne? Jaz sem se pa torej denarja, ne? Dvomim, da kak dogodek, ko bi se mi zdaj lažje odvijal, mogoče imam ta... Ali pa neko lastnost, osebnost, ali pa nekaj, ne? Točno to hočem povedati. Imam občutek, da je treba se ful potruditi za eno stvar. Pa včasih grem po težji poti, ne? Ful velikrat se mi to zgodi. To, kaj delaš, je ful težko, David, ne? Pač, če ti bo ratalo, ti bo, ne? Mislim, bo vrej izgledalo, ampak greš po težji poti. Velikrat se mi to zgodi, da mi Tega to... mi doben je rekel še v salonu, na ta način takega stavka, da se izbirate. Za mene zagovorim. Ja, se prav. Ampak hočem reči, da jaz sem zmeraj, zanimivo mi je, ne, da so ljudje tako različni, ne, kakšne različne ovire imamo v življenju, ne. Take, kot je imaš ti zdaj to, ne, tega v salonu nisem slišal, ne. Veš, kak je, zdaj nazadnje se to naredilo na radiju, da mi je rekel, Dejan Vedlin mi je rekel, tvoj stil je izjemno težek, ker v kratkem času vse namečeš noter, ne. Pa mora biti zanimivo, mora imeti point, pa mora imeti, se pravi, začetek, neka, ne, na radiju, ko greš v moderacijo, moraš začeti z nečem, ne moraš kaj te govoriti, tako se mi je zamenil. Moraš malo bolj poudariti, ne, zanimivo tako narediti. Prvi stavek mora biti udaren, clickbait v bistvu, ne, da pol priješ v zgodbo in pol, ker je zgodbe samo en stavek, mora biti še punchline na koncu, tiska misliš povedati že tretji stavek. Stand-up v bistvu, ne? Točno to sem si mislil. Ja, balast od strani, na koncu pa mora priti do nekega pointa, ne, ja, to je stand-up. Zgleda pa pistvo kot Twitter, ne? V kratkem, udarno. Ko mi je to rekel, sem bil tak, spet smo tam. No, in ko sem rekel te fanto pa punci, ko sem se pogovarjal z njima, ko sem bil svoj jaz govoril, ne, je potem fant naenkrat rekel, vaša zgodba je zelo interesantna, ceni, hvala lepa, ampak jaz bi se rad z mojo punco malo pogovarjal. Sem rekel, evo, pubec kapo dol, svaka čast, prvi si, ki je, rekel, dovolj imam, hvala. Iskreno. In tega, ne samo iskreno, ljudje nismo navajeni reči ne. Ljudje požiramo, poslušamo, polka pa nekdo gre, pa šimfamo, pa ogovarjamo, pa za hrbtom, pa kak je bil tečen, pa bla, 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 ja, ne, kak je bil težek, ne moreš reči pa, hvala, dovolj je bilo, ne, pošteno, kulturno.
kapo dol smo. In to je bila ena zelo močna lekcija pri meni tam. Ne smatramo to mogoče vsaj tu v Sloveniji, ne, kot del kulture, da se ti kulturno rečeš. Ne. Znamo nagnati, pa se razpizditi, ali pa biti tiho, pa pol šimfat. Ne. Pa to ni kultura več, ne pa nekaj naučeno. Ja, ampak mi smatramo, da ni kulturno, reče eno čuj, zameš pa dosti, ne, zdaj si mi najedeš, prosim, ne, nehaj. Malo kdaj se mi zdi, da sem to opazil. Prej si govoril o pogovoru s tujci, ne? Moj namen je namreč enkrat na mesec imeti v salonu dobesedno pogovor s tujcem, ne? Da bi ljudje prišli, enostavno se usedeš in se pogovarjaš. Ne? Se pravi, da bojo prišli z namenom? Z namenom pogovarjati se s tujcem. A kaj se je pa zgodilo? Ne? To sem začel govoriti in potem se pojavi Niko, en kolega, ki ga poznam iz Piafa, in pravi, veš kaj bomo imeli mi naslednji teden tukaj, Erasmus pride, bomo imeli speed friending. Vsaka tujci se bo pogovarjali med sabo. In zdaj so vsake 2-3 dni se zdaj pogovarjajo tujci s tujci, v bistvu. Ne? Ja, v bistvu... Kak je neka ideja bila na večjih nivojih. Njegova, moja, še koga, verjetno, ne? Ampak za Mariborčane dosegel, da pridejo v salon prvega, ne vem, prvo sredo v mesecu, whatever, ne, od 6 do 8, grem tja se pogovarjati po polnim neznancem. Ne. To bi mi bil dogodek, to bi mi bil neki lepi rezultat tega salona tudi. Ne. Ja. Da se ljudi namenoma pridejo pogovarjati z nekom o ne vem čem. Ne. Ta speed friending je kar zanimiv. V pisarni smo ga imeli en čas nazaj za local Smith Erasmus. In je ful zanimiv. Jaz sem sicer delal, nisem bil poleg, ne, v teh pogovorih, ampak izgleda zanimivo. Ne. Nikoli še nisem bil na speed datingu, ali pa ne, kakorš nikoli takih zadeve. Ne. Ti si že bil? Na speed datingu nisem bil, jih poznam, ker sem bil v Angliji in je to predvsej popularna zadeva, ne. Nisem bil sam tam, ampak... Pa jaz bi šel to provat, no? Ne vem, nikoli nisem pomislil, da bi šel. Hoče pač današnje so te aplikacije, ne, približne k temu speed friendingu, speed datingu, ne, ko nekoga vprašaš osnovne zadeve, ne, ni pa isto, seveda, kot se osebno slišiš, ne, pa vidiš jasno, da ne. Hecno mora videti, da ko ti nekdo, pač, če je, ne vem, 20 ljudi, ziher nekdo ne bo pasel, nekdo pa ti ful bo pasel, ne. In ko moraš takoj menjavo narediti, tako nova oseba. Samo, okay. Veš, kaj se začutimo takoj, ne? Neka energija je bolj pomembna, kot vse ostalo. Ne? Seveda, ne? Ampak zdaj se z nekom verjeti, ne? Se razumemo, pa prije druga oseba, ne? Ker je pač poteče tista minuta, poteče, in zdaj prije nekdo, ko ti ni zanimiv, pa si tako, prosim, lahko. Ja, samo čez pol ure, eno uro boš vedel, kdo je bil, pa kdo ni bil, ne? Pa se lahko na koncu zmeniš. Ne? Pravim, ampak to ni naravna situacija, ko bi jo opazil. Recimo, jaz sem zdaj na teh dating sajtih, ne, Gayos dating sajt je zelo popularna zadeva, od Grinderja do Growlerja do Gay Romeja, bla, 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 ne. In pa se pogovarjaš z ljudmi, čvekaš, ne, in pa se nekako klikneš in si že fotke pošiljaš levo in desno. In pa, ko se živo dobiš, se zgodi zelo pogosto, da to ni to, ne. Ni bilo tako, je bilo. Da nima dobenega, ne, vsa debata, vsa telesa, vse dick piki, vse, ne. Ja, ne pomaga čisto nič, ker neke dve energiji ne funkcionirata, ne. To pa je težko nadomestiti preko medijev, ja. Zato je, ne, živi speed friending, če hočemo, speed dating, ne, tukaj pomemben, ne, tukaj fajn, ne. Ja. To ste zdaj v lokalih pogledali z mize do mizo, pa se veda, koliko je ura, ne? Pa tudi včasih imam občutek, da kdo ve, ne, pa se ni zgodi, ker je lažje preko interneta. To pa zdaj tako opažam, ko včasih v Piafu sedim, fantovske družbe, dekliške družbe in enostavno ni kontakta, ne preskoči, ne? Tudi če bi preskočil, ne? Da bi lahko bil kontakt, ja, da ne preskoči. Ljudje se enostavno bojijo človeku reči, da mu je všeč. Ti si mi pa všeč, greš na pijačo, ne? To imamo že za harassment. Je že me too movement. Pa no, pri nas se mi zdi, da ne tako. Ja, ampak kolikrat si pa to naredil? To je drugo, to je strah pred rezultatom. Zavrnitvijo, seveda je. Ni strah pred me too movementom pri nas. Vem, to je za moja karikatura, blamba. Kolikrat pa rečeš, kolega bo že rekel, mater mi je ona všeč, ne, mater je face baba, whatever, ne. Ja, pa ne recimo, ne. Ko je lažje, ja. Ljudje smo se malo nazaj potegnili v izražanju to je ziher, simpatij, ne. To je ziher slab. Jure mi zdaj kaže fotografijo moje uhe, oziroma ki mi bo naredil semikolon. Ja, tako naredi, da se bo videlo, ne. Ne skriga. Torej še večjega naredim. Tak? Pač, da imaš.
Če ga že imamo, ne? Aha, Pokažemo. to je solidno, To, da vseeno še jih par naredil. Mogoče malo večjega lahko narediš, ne? Par jih naredil, pa si špozbral. Neka stvar tega tatuja je, ta tatu sporoča, ne? Ta tatu ni samo osebna izkušnja, ta tatu je kolektivno, dviganje kolektivne zavesti na nek način, ne? Ker osebnostna rast, sem zadnjič prebral, da je na moje znanke oziroma moje voditeljice Landmark foruma, osebnostna rast je pravzaprav o osebnostni rasti razmišljati neumno oziroma nekoristno, če ne govorimo o kolektivni izpolnitvi. Kaj pomaga meni? Biti osebnostno ne vem kako zrel, ne? Pa en guru na vrhu hriba sedeti, pa biti pameten, ne? Razsvetljen, pa sam, pod mano pa se ljudje koljajo, pa pobijajo, pa lakota, ne? Kolektivna izpolnitev se mi zdi zelo taka, ne? Socializem spet pridemo naprej, ne? Ampak dejansko kolektiv je tisti, ki vzdržuje, ne? Človeka, posameznika, ne? Gre. Simon Sinek ima veliko dobrih knjig iz osnove marketinške, iz osnove na to temo, ne? Da Leaders Eat Last je ena njegova knjiga, ki tako že sam naslov pove dosti, ne? Start with Why, naprimer, dobra knjiga. Zelo marketinška, zelo kako vplivati. Gre iz vidika Steva Jobsa, pa predstavljanja Applovih izdelkov, kar je čisti kapitalizem in marketing, zelo malo koristnega za človeštvo, ampak kako so oni šli v same kampanje in so šli tudi prvi, da so začeli z zakaj, ne? Zakaj bi imel ti Apple? Zato, ker je lep, zato, ker pove nekaj, zato, ker imam status, ne? Niso šli, procesor je tako, ono je tako, tisto je tako so šli v delo v vseh ostalih firmah, basically, oni so obrnali komunikacijo in so šli se vprašati, zakaj bi nekdo imel, kaj mu bo to pomenilo. Ista stvar, Martin Luther King, I have a dream. Ni bilo I have a plan, ne? To bomo naredili, I have a dream, ne? Da smo vsi razumeli, pa da bojo stvari štimale. Kar je marketing, čisti marketing, ne? Potem sem ti prej rekel, ne, kaj bom jaz, kaj sem jaz, ne? Najstarejši slovenski gay rapper, ne? Zdaj pa, lahko si samo to, lahko imaš pa sporočilo, lahko pa ljudem nekaj daš iz tega, lahko imaš sanje o tem, da boš širil neko zavest, da boš poučil. Jaz sem učitelj, ne? Jaz moraliziram, rad ne govorim, ampak večinoma na lastnem primeru to delam, ne? In potem več nisi, ti več niti ni nerodno, pa niti v zadregi nisi, ne? Če živiš to, kar govoriš, ne? Ja, oder je sploh tak, da vse je fajn, da se smejijo, pa da vsi uživajo, ampak jaz imam občutek, da če nekaj odnesejo domov, vsaj eno stvar, ali se strinjajo, ne, da mi je več vredno, no. Če dobim smeh, pa če dobim aplauz, ne, veš, je to fajn. Če pa jih pustim v neki zadregi, pa da ne vejo, kako ne odreagirajo, pa ko utihne publika, pa sem pa nekaj naredil, ne. Ker politična korektnost, ne, včasih naredi tudi svoje, ne. Ko poveš nekaj, ne, kar mogoče ne bi smel, pa ljudje ne vejo, kako ne odreagirajo, ne, ker si še niso na jasnem čisto, ne. Ja. A je zdaj to smešno, ali bi to sploh smel povedati, ne. Jaz pa zdaj o feminizmu, recimo, cel kup takih zgodbic, čeprav, kot sem že večkrat rekel, ne, absolutno sem tudi feminist in sploh ni govora o tem, da enakovrednost, ne, in enakopravnost, nismo pa enaki, ne, ampak... Ja. Enakost je zelo nevarna. Ampak govoriti o feminizmu na način, kot smo ga navajeni, ne, slišati, kot sem povedal, od samskih in ločenih in mater samohranilk in lezbik, militantnih in ne, je prej odbijajoče, kot pa smiselno, ne, ker če ne slišiš tega od nekoga, ki mu je dejansko uspelo, ker dejansko živi življenje kot feminist v nekem sožitju z nekom, ne, pol je, ne. Zanimivo, ne? Ja. Bi rej slišal en par, moškega pa žensko, recimo, ali pa dva moška pa dve ženski, se ni važno, ne, ki sta svoje enakost živita, v bistvu, ne. Ja. Pa bi to bil primer, pa bi to bilo fajn, ne. Ko si res nekom v razmerju daljšem, ki daljšem, deluje. Ja, ki deluje, tako bravo. Rataš kot moški feminist, bolj kot si lahko feminist, ker tak, ne. Samo govoriš, da si feminist. No. Zato imam eno šalo, ne, o feministkah, ne, bom povedal, zakaj pa ne. Sem rekel, da se mi feministke smilijo, v bistvu, ne, že pri spodnjem peridu se pri njih začne problem, ker če si bo čipke oblekla, pa se bo zrihtala, pa bo v bistvu izpadla, ne, zapeljivka, pa bo v bistvu svoje ženske čare zrabljala, če se bo pumparce gate stare mame oblekla, ne bo nič na sebe dala, spet ne bo ta prava, to da sem rekel, najboljše je brez gat, pa po poštni gor pa dol,
v Miniču, če te ne bo videl, te bo vse na vohu, ne? Ja, ženske imajo tu zelo tako grdo dilemo, ker pač po eni strani... Ta dilema jim je bila podtaknjena. Ja, podtaknjena, to hočem povedati, ker v bistvu zdaj telo ti govori, imej otroke, ne? Imej otroke, samo če imaš pa zdaj samo otroke pa doma, te pa si družbeno gledano, a samo otroke imaš pa doma si kot neka manj, ne? Moraš imeti kariero, ja, ni res, mislim, če ti nama paše kariera, zakaj te sili družba? Feminizem tudi med drugim sili, mogoče kako bi rekel, ne biti doma. To je manj vredno. Pa ni, ne? Samo v bruto domačem proizvodu tega ni zračunanga. To je vse, kaj je. Včeraj sem bral primerjava 8. marca pa 25. marca, ne, torej dneva žena pa materinskega dneva. Ne? Ja. In je bila debata o tem, da bi bilo pametno imeti samo en praznik, to so glavne moški govorili, in naj bo to 25. marec materinski dan. Ne? In smo napisali, da vse ženske niso mame in to ni treba jim biti vsem ženskam mama. Zakaj bi bilo zelo posiljeno? In popolnoma različna praznika sta, ker pri enem gre za socialni boj in za enakopravnost žensk, zgodovinsko gledano, eno pa je pač za slavljanje materinstva. Ne? To so dve popolnoma različni zadevi. Ja. Ženska je enako mati, ne? To je zgrešeno. Lahko da je, seveda, ne? Ni pa absolutno nujno. Ene bi bile, pa ne morejo biti, ne? Ene pa so lahko, pa ne želijo. So te stvari izbire. Ne? Ja, in lepota svobode. Seveda. In ja, v bistvu hecno, kako je se izrodilo iz enakopravnosti žensk v eno dobro idejo, da smo vsi enaki, da smo vsi enakopravni, pol v to, da priješ nazaj, pa sam sebi daš focn, ker pač, zdaj pa so ženske že prisiljene v kariere, ker drugače se gleda na njih kot na neambiciozne, kot da se jim ne da. Meni se pa zdaj počasi zdi, da so že prisiljene v te kariere, ker drugače ne morejo preživeti solidno. Same ali kako? Ne, nasplošno, v familiji, finančno, ja, ta naša ekonomska miselnost in ta naša malo da ne pogoltnost, ne, in ta konzumerizem zahteva vedno večje dohodke, ne? In sam človek težko zasluži dovolj, ne? Da bi živel partnerja pa otroke, ja, definitivno. Moja dva starša sta bila oba fabrike zaposlena, ena v Marlesu, en pa v Kristalu, pa ima je firma pomagala stanovanje kupiti, recimo. Tega danes več ne bo, ne? Tega ni teorije. Pa veš, na naši firmi, na Radio City pa je to. Ja, no, recimo, ne, aleluja, ampak to je bilo prej v sistemu, ne, skoraj da normalno in naravno za pričakovati, ne? Ja, to pa res. Danes pa dva delavca, ne gre ta bajto zidati, kot so jo včasih, ne? To je spet zanimiva debata, ker v Avstriji nimajo tega mišljenja, da moraš imeti svojo hišo, ne? Tudi v Angliji, ne. V Angliji vsi najemajo, večinoma, ne. Pa v Avstriji je veliko socialnih stanovanj oziroma državnih stanovanj, ki jih najemaš in jih lahko odkupuješ skozi čas. S tem se jaz bolj strinjam, by the way. S tem se jaz bolj strinjam, ker si bolj mobilen, ker si manj vezan na cement, pa na beton, pa na zlato kletko. Odvisno, kaj ti paše. Lahko greš, nisi vezan, ne. Fajn je, da imaš obe opcije, da eni si pred 22 želijo imeti hišo svojo, jaz bom imel tako, jaz hočem imeti, vrej, super, pa če boš to do konca življenja srečen, zakaj pa ne. Druga stvar je pa to, ko si rekel, da je pa fajn, da si bolj mobilen. Slovenci imamo ta predsodek, ne, domačije, nekega gnezda, nekega cankarjanskega pripadnosti familiji, ne, in imamo to odzmere, v bistvu, ne. In lokaciji in tak dalje. Ja, lepa. Čaki, no. To je prejšnja. Torej, podpiče v angleščini semikolon, smo rekli. Kaj ti napišem semikolon? Ni treba, hvala. Kirit je, zdaj pač to največji, ne? Jure, enega naredi, jaz se bom zaupal. Ljudje, zaupajte svojemu tatuatorju. Tetoverju. Tatuarju? Ni upamo. Ta ni vaš. Tatuatorju? Tatutarju? Tatuteku. Ok, lejte. Človeka, ki vas tetovira. Vse mora biti izraz tetovati. Tetover, mislim. Tetover? Ok. Bomo pogledali v SSKJ. Ja, bomo. Šani Simonovi lahko. Tatuatorju. Tatuhaterju.
Ne vem, kak je, ko imaš družino, ampak ko imaš družino, mogoče pa če le v redu, da imaš to varnost, da je tvoja hiša, da kakorkoli te ne morajo ven vreči, da ko se pogodba izteče, ne veš, kaj bo, je mogoče tako malo levo-desno. Ne. Iz tega izhaja večina slovenskih tragedij, familiarnih. Iz česa? Ker ljudje mislijo, da imajo varnost v bajti. Ne? Aha, ja. Ja. Okay. Celo življenje delajo samo za to presneto bajto. Ne? To bi se strinjal. In se razidajo, se ločujejo in se kregajo in koljajo in pobijajo za te bajte. Ne? To se strinjam. In to je malo žalostno. Point, ko sem ga hotel povedati, je ta, da pa lahko, pa da ti v narobnem momentu pogodba poteče, pa reče... Ja, recimo, veš pa drugam, ne? Lahko da je narobni moment za otroke tudi, ne? Lahko da ne moreš vplivati. Nikoli se ne bo spravil v situacijo, ki ne obvladaš. To je res, ampak zdaj... Pa prisiljen boš v akcijo, prisiljen boš delovati, prisiljen boš nekaj novega narediti. Pa pol, tudi če so prisiljeni, se ne znajdejo v situaciji. V Sloveniji je redko kdo umre, ker je kot brezdomec. To je res, ampak imamo zelo veliko svojih nepremičnin. Ja. Predstavljaj si situacijo, da je res nepravi moment, bolezen v družini, otroci morajo zdaj pa pogodba poteče, pa se treba preseliti. Nepremičninski trg se je zasuko, stanovanja so dražja, ne? Pa smo tam. Ja, se zgodi. Ja. Se zgodi. Življenju nič ni fair. Ne? Vesolju se nič ne zgodi. Mislim, zdaj, če ti greš sred pohora, se čez korenino spotakneš, si zlamaš nogo, ne moreš poklicati domov, korenini je vseeno. Ne? Ona je pač tam za svoj obstoj in to je to. Ne? Zdaj, če si ti ful žalosten, pa če imaš pesa doma, ko ga doben ne bo najdel, bo še pes umr, pa ti tudi, korenini je vseeno. Ne? Če preleti komet na zemljo, pobije vse, kaj je tu, se spremeni zemlja v puščavski svet, vsa živa bitja umrejo, Marsu je vseeno. Pač, ne da mu je vseeno, pač nič se ne zgodi, doben najoče za nami, nič ni. Vidiš, z takimi mislimi se ukvarjamo samo, kada se ne ukvarjamo sami sabo. Ko se ukvarjaš sam sabo, ne, ko delaš na tem, kar rad delaš, ti take misli enostavno so nepomembne. Če se ukvarjaš s tem, kar uživaš, čem uživaš, ne, če si recimo, ali si obrtnik, ali si umetnik, ali si športnik, karkoli že, ne, in delaš z užitkom, kar delaš, ti misli o obstoju, pa o vesolju, pa o koreninah ne hodijo po glavi, ne. Mi jo zadebatiramo, njih seveda, ne, to je smiselno, ne, ampak ljudje večinoma teoretizirajo življenje, ne. Bi, če bi, ko bi, bom, če bom, ne, ne živijo tistega, kar bi radi živeli. Ne. In to je bil namen mojega projekta tudi, ne, v salonu, spodbuditi ljudi, da grejo delati tisto, kar res radi delajo. Ne. Razen, če si zelo rad teoretični fizik. Ja, pomaš pa Petersona proti Žižku, ne, in imaš Godzilla proti Megalonu in karte po Jurija. Ne. Pa ne, nisem mislil to... On vas je teoretika, ne? Ja, samo ne fizična. No ja. Ampak vseeno mora biti določen procent populacije, ko razmišlja o tem. Ja, če ima ostala populacija kaj od tega, pa je smiselno, če pa nima, ne? Če sami sebi namen, kaj pa bolj. Če ima, hvala Bogu, ne? Ja, vsako raziskovanje novih področji ima nek benefit, ne? Tudi groznih področji ima nek benefit. Ja, NASA je izdelala zelo dobro posodo AMC za kuhno, recimo, ne? Na primer. Pa ne samo to. Tako bo. Ja, fajn. Okay. Ja, tako da... Danes mora biti, no? Danes malo drugače baziramo, ne? Mislim, da dosti bolj sproščeno. Fajn je, ja. Ja. Fajn. Mislim, da je čez nekaj drugega danes, ja. Dobro. In zdaj bomo začeli tetovirati. Ja. Ne, se nič nisem imel za reči, pa sem hotel. Sem kar nekaj rekel. Daj mi ti povej, David, zakaj smo se malo vprašali, obrneva stolček, zakaj si začel delati podcaste? Zakaj sem začel? Ful sem bil všeč, ful sem jih gledal. Koga si, kdo ti je bil kao vzor, imaš kakega vzora? Začel sem z VTF-jem od Marka Merona. Ful, zanimivo, zaradi tega, ker je on neko vrsto psihoterapije dal skozi. Okay. In ga očitno ful zanima. In potem je podcast enourni sprehod po psihoterapiji njegovega gosta. Okay. Zakaj si to začel delati? Zakaj?
kakšne probleme sem imel v otroštvu. In ker ima večinoma stand-up komike, imel je Davea Grohla, iz Foo Fightersov, imel je Obamo. Okay. In je tako, veš, nikoli ne vidiš intervjuja na televiziji, da bi tako bil, ne vem, morning show, sedi voditelj, pa te sprašuje, pesti je umr, ko si bil 11 let star, kaj si mislil, ne? Kako je to na tebe vplivalo? Pa potem si začel se ukvarjati za to pa to umetnostjo, performance artom, čemerkoli, pa misliš, da je to povezano? Veš, na tak način sprašuje, Lepo, ne? ja. In je ful zanimivo, ker dobiš pogled v človeka, ko ga ne bi dobil nikjer drugje. Ne na njegovem odru, ne na dobenem intervjuju in je podcast ful zanimiv. Malo sem se ga pol najedel, največ to gledam, je samo podcast, ni videokast. Pa Joe Rogan, seveda, ne. Zato moraš biti fajn podkovan, moraš imeti izobrazbo oziroma moraš imeti teoretsko osnovo, ne, če hočeš delati take intervjuje, ne. Mislim, da je on zelo dobro razumel, čez kaj je šel, ko je šel čez to scene, če je šel čez psihoterapijo. Ja. Čuje se tako, kot da bi, ne, na taka vprašanja sprašuje. V bistvu vidi se, da je dosti podcastov tudi dal skozi, veš, da je vedel, ki so gumbi, ker ga pritisniti, pa kaj ga pritisniti. Pa Joe Rogan show, to pa smo tako mi trije začeli, to veš, ne. Mi smo se menili, da ti moraš iti na podcast, ker bo šla vse povedal, z njim smo se menili, kak podcast bi delala, videl pa za to tu, tako da To se je zgodilo enkrat lani decembra, novembra, ja. In s tem se je tudi začela taka sinhronizacija, ki se je potem čez celi projekt vlekla. Vse se je enostavno pojavilo, ko se je moralo pojaviti. Tvoj podcast, oziroma naš podcast, vajin podcast, je šel ven en teden, preden sem šel v salon. Lara je intervju naredila en teden, preden sem šel v salon. Večer je objavil v Večeru, en dan, preden sem šel. Mislim, če bi imel PR-ovca, menedžerja, ne bi mogel boljše planirati. Ampak tudi brez tega je šlo vse popolnoma organsko. Nekaj neverjetnega se je zgodilo v bistvu. Televizija se je pojavila, intervju v prvi teden, dobro jutro, recimo, ne, a veš. Pa sem samo enemu rekel, veš, kaj bom to delal, ne, bi vas zanimalo. Ja, pa je šlo naprej, ne. Točno to. Če je prava stvar, hočem reči, ne, okolje podpre. Točno to, kar sem zdaj prej vprašal, kako si predstavljal projekt Salon, pa kak je pol izpadlo, je isto, pač kak sem si predstavljal ta podcast. Fajn. Prvič, ko sem začel še delati podcastu, predno sem sploh bil v pisarni, pa Jureta poznal, pa predno sem tebe poznal, pa kak je zdaj izpadlo, je seveda... Ti bom pa nekaj rekel, kar ne boš hotel slišati, verjetno, ampak jaz sem slišal to od večjih ljudi, pa ti bom povedal, kaj te imam rad. Reči, ko me čakam. Rekli so, da moraš opustiti stand-up, pa se posvetiti podcastom, ker to si ti, ono pa nisi ti. Ono bi rad bil, to pa si. Vem, groba, vem, kruta, vem, ampak ljudje, ki nas imajo radi, nam povejo, temu se reče tough love, ne? Ni pa nujno, da je res, seveda, ne? Ni nujno, da je res, jaz mislim, da se strinjam zaradi drugih nagrad, ki jih dobivam na odru. Ja, fajn. Zaradi občutka... Veliki podcast gledajo, rečejo, ja, to je David. Pa ni bilo samo eden, ne? To je ful vrebo, hvala. Ja. Ampak, kako bi rekel, može malo več trajalo. Tu je spet tak nijam publike, ne? Mogoče me publika vrže ven iz tistega, da bi bil to, kar sem... Ker mene publika glih podpre, jaz pa na publiko špilam, dosta več, da se pogovarjam časi z njimi, ne? Mene je publika blizu. Jaz sem bil učitelj, veš, imam učence, ne? In imam rad feedback takoišen, ne? To je razlika, ne? Pa če ti si imel verjetno 20 let... Ja, pa kilometrina, ne, veš? Ja. No, sem te malo šokiral zdaj? Ne, nisi v bistvu šokiral. Če je prav, da sem ti povedal? Ja. Ne, ker mislim, da vem, zakaj delam stand-up, pa če mi kdo nekdo reče, da ne, pač še vedno imam svoje mnenje. Ker sem ti povedal na začetku, da stand-up ni moja ekskluzivna rutina, oziroma da bi rad samega sebe ustvaril. Ti si mi dal potem izraz free-form comedy, ne? In to me zanima, ne? Ja. Ker si lahko dovoliš vse, ne? Ker stand-up ima le pravila, ne? Stand-up je, kot je rekel zadnjič Pereca, mi je rekel, stand-up je v bistvu esenca, je kot vegeta, ne? Ali pa kot CD-vita, ne? Je v bistvu koncentrat, ne? Free-form pa ni koncentrat, ne? Še, ker še ni okvirjev postavljen. Mogoče. Ampak tudi vprašanje, no? Toš ima druge okvirje kot Perica. Ni isto.
Meni je to že bliže, ker se mi zdi, da je malo bolj organski. Ne bom rekel boljši, slabši, da nima nobenega smisla, ne? Ampak drugačne funkcionirata. Pa res, da perite v živo, nisem videl več kot za par minut, ne? To še pa ure in ure, ne? In je drugače doživljaš potem, ne? Ja. Ampak spet kaj hočem povedati, je, da okvirje so samo, če si jih postaviš, ne? In... Pa je rabno okvirje, misliš, da? Seveda jih rabiš, da se naučiš, samo ko jih dosežeš, jih moraš porušiti, ne? Ima potem sploh smisel postavljati, če boš rušil? Težko je delati nekaj na novo, brez da bi si, veš, okvir je to, ne, aha, to sem rekel, na ta način smešno je, to je za okvir, ne. A kako, to deluje? Ja. To bomo uporabili. Ja, in pol greš to, aha, to deluje, pa je super, ne, sam se ti dela ograja okoli tebe. In pol postaviš okvirje, pa če še narediš predstavo iz tega je vrej, pa še narediš eno, pa še mogoče vrej, ne, še, okej, tretja pa je pol spet ista, že, ne. Tak jaz vidim. Okay. Ne dam izkušnje z mojo tretjo predstavo, pa da vem, tako jaz gledam iz filozofskega vidika na to. Okviri so vse posod, si jih postavljamo, ker ne znamo brez njih. Okvir je tudi v pokeri ulici bo šel do svojega lokala, kamor greš vsak dan na pijačo. Zakaj greš tam? Ker ti je najbliže, ali pa zato, ker je pekarna po poti, ali pa zato, ker si žejn. Zato, ker si žen, zato, ker si ti mudi, ali pa zato, ker pač je več ljudi na tisti ulici, ali pa kontra, ne? Sam si postaviš okvir in prepoznati okvirje. Temu se reče verjetno ta comfort zone, ne? Ker potem moraš vedno bolj širiti, najbolj, ne? Ker če ga ne širiš, ne rasteš in pol, ne? Točno o tem govorim, ja. Pa si pa, ne bom uporabil imen, ampak kot nekateri komiki, neki so se zacikljali v eno svojo šolo, ne? Ki funkcionira, ne? Ne samo komik, tudi glasbeniki, vsi. Glasbeniki še posebej, bravo, ja, to si dobro rekel. Tudi kelneri, tudi prodajalke v trgovini. Isto, vsak dan je isto in je okvir. Rutina, ne? Ja, rutina. Pa tudi nujno slaba, ker rutina pomaga doskrat pri zadevi, da jo izvedeš, tako je treba izvesti, ne? 100 ljudi. Samo ko si pa umetnik, ko si pa ustvarjalec, pa ne vem, če si lahko privoščiš preveč okvirjev, ne? Moraš stremeti potem, da ni okvirjev, ne? Najbrž. Moraš se vprašati, zakaj to delam, kaj delam. Pa je smiselno. Če ni odgovor, zato ker to rad delam, pa ne brez veze. Ja, okej, na prvo žogo, ja, moraš to vse to tako pogledati. Na drugo žogo, oziroma tretjo, četrto, pa pogledaš, kaj bi lahko to drugače, pa boljše. To smisel. Kaj pomeni boljše? Kaj bi to pomenilo boljše? Več odziva, se pravi, tako si prej omenil za mene, večjo avtentičnost, ne? Okay. Ja, avtentičnost, bravo, te besede. Lahko ta stavek povem, da bo bolj moj stavek, lahko ta stavek povem, da bo najtežji, ampak da bo imel večjo vrednost, ne? Drugače lahko besede postaviš, se pa veš. Ampak to, kar zdaj govoriš, se mi zdi, da več ni samo zate, ampak verjetno tudi za publiko, če tako imenujemo, nekoga vplivaš. Zdaj, jaz sem lahko stand-up sam sebi, pa sem sam sebi smešen, ne? Ampak rabim publiko. To se mi zgodi. Ja, meni tudi, ampak ne čutim priznanja, da sem sam sebi smešen, tako kot čutim, ko nasmejim ljudi. Veš, kaj se meni zgodi, da so stvari, ki so meni smešne, publike niso. Definitivno. Zato, ker imaš predzgodbo o samem. In potem sem pa res razočaran. Ja? Potem sem pa razočaran, ker hočem povedati nekaj, ne? In mislim, da bo wow, pa, no ja, ok, gremo dalje. Ups. Ne gre, ja. Ja, ne gre vse. Ampak spet točno tu si, ne. To hočem povedati, to je moj stavek, ko ga hočem povedati, ampak ga moraš očitno obrniti, da bo smešen. Ker ti sam sebe poznaš in veš, zakaj je nekaj smešnega. Oni pa te ne. Mogoče si samo v procesu tega, kaj si študiral, do tega, kaj si povedal, spustil en del, ko je pomemben za razumevanje tega, zakaj je to smešno. To mi je Tanja Cvitko zadnjič rekla, ko je tudi imela intervju z mano. Podcast, v bistvu, ja. Je rekla, da ljudje očitajo, da predolge stavke uporablja, ne? In potem smo nekako dotuhtala, da v bistvu je res pametno uporabljati kratke stavke, oziroma krajše, ko pišemo, ker ljudje težko sledijo našim miselnim vzorcem, ki jih imamo, ne? Ja. To, kar jaz mislim, ne, je čist drugi tempo, ne, kot pa to, kar ljudje, ki slišijo, lahko razumejo, pa dojamejo, ne? Seveda, ja, mislim, ti si navajen na te svoje... Bolj jasno pride pol do izraza, ne? Ja. Ker jaz vem, kaj mislim, ne? In pokoj se pa izražam, jaz sem včasih
še dvakrat hitreje govoril, kot zdaj govorim. Ne? In so mi rekli, da sem kot Italijan. Ker sem dejansko govoril, mislim, kot utrgan. Ne? In potem sem ugotovil, da sem zato hitro govoril, ker sem govoril neumnosti. Ker sem hotel ljudi pretentati na nek način z hitrostjo, da se vsebine ni bilo, ne, pa sem nakladal dobesedno. Vse še zdaj se ujamem kdaj, ne, da nakladam, ampak ni več do te mere, da bi moral, ne, skrivati to za hitrostjo. Bal si se vsebine? Ali? Ja, bal sem se vsebine, ja, bravo, to se lepo rekel. Ja. Okay. Zanimivo, ali pa da vsebina ne bo sprejeta, mogoče tega sem se mogoče bolj bal. Ja. Zato tudi pauz ne delaš, naprimer, pa tega na odru v stand-upu, ker pač se bojiš, da se ne bojo smeli in ne daš časa razmisliti. Tega pa nikoli nisem videl, hvala, to pa dobro, to pa probal. Ja, delaš jih, drugače pauze, veš. Ja, vem, ampak sicer, da bi namenoma delal, tega pa res nisem delal. Jaz sem ti naravno prišla, ne? Aha. Jaz sem vse povedal v enem, prve pa nastopu, sem kar povedal vse. Pač ni bilo, ok, gremo naprej. Pa ko že pričakuje smehe, ki bojo, pa se naučiš, vidiš, tu moram zaključiti na sred stavka, ker je to punchline, pa pol še drugi punchline povedati, pa pol spet pauza. Ko si doma, ko vadiš, tega seveda ne rabiš, ne? Nimaš tega občutka. Zdaj te sploh ne čujem, ker me je malo strah, kak občutek bo, ko mi Jure za vratom tetovira. Ne, veš, zarisal si stvari. Zarisal, Ja, bom ti ampak rekel. res, ne. Ravno se zadeva. Veš, kaj se mi zdi nekako vitalnega pomena, je ta aorta, ne? Ravno. Ne, da te ne bi zaupal, ne? Ravno. Ampak tega dela še nikoli nisem nikomor prepustil v iglo. Kaj boš tekel na glavo? V iglo. Porka na dingalo. Nazaj, ko da ti nekdo potegne tu gor, tako da moš pet, veš. Tako sem mogel doći zdaj? Ne. Dobro. Samo zdaj, da si zarišem ravno. Torej, dragi ljudje, Jure riše tatu. Pa še ravno se drži. Zdaj se moram držati ravno. Zdravo se drži. Narisal bo dve piki, v bistvu ena malo repa in jaz se moram ravno držati. Okay. Ravno. Vidiš, to je ena izmed stvari za ta tatu, ne? Nekaj, kar je naše bistvo, človekovo, pa ne delimo z javnostjo. Ljudje imamo dostikrat osebne zgodbe, stvari, ki smo jih že doživeli, ne? In jaz jih verbaliziram, pa jih delim. Večina ljudi pa ne deli, ne? Na prvo žogo ne moreš vedeti, ne? Če imaš že nekaj, že hočeš deliti, ne? Pa tudi sicer Kaj? Kak ti je? v osnovi ljudje ne radi delimo intimo, ne? Ja, ti je všeč? Ja. Okay. Ko to šeš pobrisal, ali? Ne, zdaj bom narisal to. Zdaj sem samo si označil. Ja, se mi zdela, še nisi potetoviral. Ja, to mi smo konec. Kako se ti zdi, kdo je konec, tak bo, tako hitro. To si zdaj narisal gor barvo, brez igle, ne? Ja. Ok, no, razumem. Se še ni bzkalo. Daj slikamo, prosim. Ti se pa drži ravno. Zdravo. Orka duš, to ima ravno držati. Pa ja, če... K maserju moram iti pa kiropraktiko spet enkrat, ki me križ boli. Tim masira. Veš kaj, hec je o tem, da sem jaz bil mesec dni za salonu v takih prisiljeni drži na kavču, ne? In me je malo hrbtenjača izdala. Malo debela pika, če mene vprašaš. Ja, se tam še. Poglej. Tebe vidim. Play on istisne. Ki? Puščico v kvadratku. Tak, ja. Ja, ok. Je tak cute. Malo bolj feminin je, kot ono, kaj sem prej dal. Malo bolj feminin je, tudi v redu. I can handle feminine, darling. Ja, to je to, evo, ta moja dualnost, ti dve zapestnici, evo, prej Jure rekel, da mu je všeč ta kamenčki, ne? Mene pa je ta kao malo bolj mačo, neke vrste boksarska, mornarska, ne? Klas. To je taka moja dualnost, ne? Za mene je to hipsterska na tvoje. Hipsterska, ok, cool.
Nisem še Ja, videl se enega tudi mornarja. hipsterstvo ima precej elementov tega metroseksualnosti v bistvu neke vrste, ne? Nekega sprejemanja, nekega uniseksa. Ne? Prej si govoril, da si dal nemški pevki tako za pesnico črno. A ja, Lee Rock sem dal, ja. V Londonu smo imeli na enem koncertu. Lee Rock. Ena naša skupina je imela promocijo in je prišla Lija in je bila oblečena čisto v črno. Zelo lepa ženska. In tako duhovno, duševno in kot telesno. In je bila čisto črno oblečena in sem rekel, ti si pa naga. Rekla, zakaj? Sem rekel, nimaš mega nakita. In sem ji to za pesnico potem dal in jo je tudi uporabila v videospotu, potem, ko je snemala Hounda. Videospot za komad Hound. Hound, ja. Nekaj sem že čutil za to pevko. Lia Rock, ne fajn. Taka, jaz ne rad rečem, da je nemška Lady Gaga. Celo na lestvicah je bila s par komadi in je vredna, fejženska je. In ja, je bil tak dogodek prijeten, ko nekomu nekaj daš, ne? Pa se potem to oplemeniti. Celo finančno se mi je oplemenitilo. Pred 2 letoma, ko sem potem bil v bolnici, ko sem imel raka, pa sem rabil denar za neka biološka zdravila, naravna, mi je celo nakazala 250 evrov. Teda za pesnica za 5 funtov je bila dobro naučena. Pa to ni bil prvotni namen, seveda, ne? Zanimivo. Pa se je izkazalo kot dobro. Kako si to sploh videl? Pa če gledal si video spot, pa si jo opazil, kaj? Ne, ona je tudi za našo firmo, sodelovali smo. Ok. Pa je bila povabljena na tisto promocijo, ja. Viš, ker jaz ne bi nikoli opazil v video spotu, da ima nekdo za pesnico, razen če je res grda. Hvala. No, nisem opazil, tako da pohvalim. Ne, hec je namreč v tem, ne, da jaz imam neko estetiko, opažam, ne, tudi ko delam te moje outfite, kostume, znam pretiravati, ampak do te mere pretiravam, da je še zmeraj zanimivo pa sprejemljivo, ne. Nikoli ne, pa redko, da grem čez mejo, ne. Grem pa tudi. Ja, no, spet odvisno, kje so meje, za koga. Ja, zdaj se recimo v salonu sem tudi oddajal moje outfite, moje cunje, sem se znebil nekaterih stvari, ne, ker sem imel občutek, da je to neka stara energija, ki se jo moram znebiti, ne, tudi fizično. Poleg tega, da sem imel tudi dieto vegetarijansko. In ko sem se teh kostumov hotel znebiti, vsi enostavno niso šli. Šlo je nekaj velikih glavnih kosov, potem pa sem dobil občutek, da pa vsemu ni treba iti. Da pa vse iz moje preteklosti cele ni tako slabo bilo, da bi moral se vsemu odpovedati, pa se vsega znebiti, ne. Da nekaj stvari bo ostalo. To pa sem dobil iz pogovora z človekom v salonu, ko sem ga vprašal tudi, ne, s čim bi se ti ukvarjal, česa bi se lotil, kaj bi odpravil, ne. In je rekel, možakar, 60 let, je rekel, da bi se pa moje arogance znebil, ne. In pa smo debatirali o Angliji, ko je živel gor nekaj časa. In pol na koncu sem rekel, veš kaj, jaz se tudi tega perja moram mojega znebiti, ne, ko ga sem skreiral. In je rekel, veš kaj, vsak se sam odloči, če lahko perje nosi. Je rekel, v naravi so v večini živalskih vrst samci dosti bolj kičasti pa okraclani kot samice, ne. Kar je v določeni meri res, ne. Pri človeku pa smo malo zasukali. Če pa je tudi včasih bilo drugače, ne. So tudi moški imeli zelo očitna obeležja moškosti, ne? V različnih kulturah sploh. Kultura, seveda, ne? Indijanci, recimo, ne, severne pa južnoameriški, ne? Vse njihovo perje pa dekoracije, ne? Tudi obrazne kot Maori, tatuji maorski, ne? Včeraj smo se to pogovarjali, z Juretom. Kaj so pomenili, ne? Da bolj, ko si bil priznan v družbi, več tatujev si imel. Eden najboljših, filmov, ki je najbolj vplival na me, je bil prav novozelandski film Nekoč so bili bojevniki, Once Were Warriors. Fuller film, ja. Celo plato sem se kupil CD, komade poslušal, na pamet sem se naučil pa stvari. Izredno me je zadev. Drugi del niti ne, prvi pa je bil fantastičen. Dober film, ja. Zanimivo, kako so šle poti različnih narodov, no, sploh takih izoliranih. Ker ne samo, da si fizično drugačen, ne, se pravi
višina, barva, polti, bla, 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 ampak vse karakteristike družbe, kako so hecno razporejene ponekod, ne. Ponekod so pogojene seveda z okoljem pa z geni, ampak ponekod je pa kar nekaj, ne. Naprimer, Italijana takoj vidiš, ne. Pa ni tako daleč, stran od nas to. Če je imel ciabato, pred tega še zavohaš. Da. Isto, ne vem, Švaba tudi tako veš. Pač veš, da je Švab. Zanimivo si Švaba uporabil, ne Nemca. Ja. Še zmeraj uporabljamo ta izraz, ga ne uporabljam več osebno. Ga redko kdaj slišim Švab. Zdaj si ga. Ne, sem videl. Kdo se je pojavil na Instagramu, pa je hotel imeti par mojih cun. Da. Poshočni muzikant Dejan Krajnc. Crazy hair. On je hotel, on bo vzel par mojih kosov, mojih cun. Se mi zdi prav fajn, če bo videl na slovenskem pozdravu njega v mojih cotah. Poslal si mu? To bo cool. Na fotku moje lajko na Instagramu. Pa si mu poslal za Pa sem mu poslal fotografije cun, pa je rekel, smo na vezi in bo vzel par stvari. Ja. Sem na stran dal mu. Aha. Ne, njegov odnos do showbiznisa mi je fajn, ker je vzel za res, ker se je vrgel noter, ni moja zvrst glasbe, to ne morem reči. Spoštujem pa njegov odnos do showbiznisa, to je vredno. Ker je resno vzel, ker enostavno dela tako je treba, ne. Ne glede na zvrst. Odnos do show biznisa, wow. Ja. To je tako... Meni se čuje kot oksimoron, no. Ja, ampak ni samo obrtnik, ne. Kaj pa? Uživa. On uživa na odru. Možno. On je ene vrste Freddy. Kaš vodo? Samaš vodo? Malo se davim, ja. Ja, okej. To je kompliment, Dejan Krajnc, by the way. Dobra primerjava, no, ampak... Ja, ne, ampak ko ga vidiš na odru, tudi če ti ni všeč, kaj dela, uživaš v tem, v njegovem nastopu, ne? Bom rekel tak, meni je problem to enačiti, zato ker Freddy pa Queenie meni nikoli niso bili show. Ker takrat, ko sem jaz prvič videl, je bilo že vse druga show, ne. Okay, ja. Marsikjer drug show sem živel, ko je bolj show, ampak za tisti čas so bili pa oni zelo show. In fascinantno, da... Je to tako Karling, ne? Ko je začenjal verjetno, ne? Je bil šov, pa si ti, če si recimo ga ogledal najprej druge stvari, pa potem še njega, ne? Verjetno bi bil isti efekt, ne? Vse sem to že videl, ko pozabiš, da pa je on bil med prvimi, ne? Ki je delal. Recimo šove, teme, o katerih je govoril, ne? Kdo pa je pred njim o tem govoril? Ne, pravim, da če si gledal kaj modernejšega, pa še potem njega, ne, je bil isti efekt, ne, ni bil več tako avantgarden, ne, kot je bil takrat, če bi najprej njega gledal, ne. Dvomim, ker ni vzporednika oziroma naslednika, ki bi imel taka... Tudi Queenie nimajo naslednika. Ne? Ampak... Hoče se pa nismo razumela. Hočem primerjati, da Queen pa Karling bi bil ista kategorija, nekot pa, če greš za nazaj gledat, niso več tako zanimivi, kot so nam takrat bili, ko so bili originalni, smo bili mi stari 15-20 let, ne? Meni so bolj sedli zaradi vokala, ne? Okay. Čisto, mislim, to je bil bend nared na vokalu, ne? Vokal je bil glavni inštrument benda. Je bil... Pa pojavnost tudi, ne, fizična Freddyjeva. Takrat, se pravi, takrat. Ja. Kar se tiče Pekarjena, ni dobenega takega, ko bi imel ta attitude, ko da znorel bom, če na to povem. Ja, razumem. Vse mi gre na živce. Ja. On ima tudi mesaja kompleksne, on je tudi tak. Ja, ja. Ampak hvala Bogu, da ga ima, ne, ker je krasen. Ja. Bil. Saj C.K. Lewis tudi približno, ne, ampak je druga kategorija, ne. To je druga kategorija. Zelo dober komik, rečem, ampak je pa zelo malo pomena vzadaj. Vse dela norca iz nekih življenjskih situacij, ne, kako smo razvajeni, kako smo kako si mislimo, da... Jim Jeffries me je razočaral, recimo, to zadnjo zadevo, ko sem več pričakoval tudi, ne, ker je tudi se izpel malo, ne. Ja, ni bila top. Druga stvar. Top predstava. Ne, ni bila najboljša, ne. Za njega. Ampak ja, mislim, to... Neko Russell Brand pa je naredil spet dobro zadevo, ne. To pa je. Jaz nisem videl dobene prejšnje njegove zadeve, ni me niti zanimalo. Sem vse prejšnje gledal, ampak ta zadnja je pa na nivoju narejena, tudi obrtniško popolna, ne? Pa vsebinsko, hvala Bogu. Ja,
Pa še sebe se norca dela tako, da do te mere, da... Pa poezijo je vključil, pa slam poezijo, pa osebne stvari, pa otroke, pa vse. Wow. Še vedno pa ga niče tima minčina. Jaz sem ful dolgo caj, da mislim, da sta ona dva, ena in ista oseba, drugače. Ej! Ker sta malo podobna, ne? Pač make-up, pa dolga čupa. Ok, ja. Ampak mislim, da sem Branda videl prvo v knjigi. Ja, angliški pa avstralski sporednica bi lahko bila, mogoče. Ja, mislim, da sem bil tima v stand-upu z klavirjem pa s tem, in potem sem videl Branda v Forgetting Sarah Marshall v filmu in sem mislil, da sta ista oseba, pač tak par let ziher. Čeprav Russell Brand je bil bolj koki, pa bolj tak, ne... medijsko razupit, pa bolj... Sam jaz tega nisem spremljal, pa nisem... Jaz pa sem ga medijsko bolj izpostavljen in tak šokanten, pa poročim se bom za Katy Perry, pa veš, ona briga me za cel svet, ne, droga, vse ostalo, ne. Da. Tega Tim nikoli ne imel, ne. Tim je bil v bistvu zmeraj familiaren človek z izrednih smisel za humor, glasbeni pristop, ne. On je čisti umetnik, ne, wow. V moji glavi je ista oseba bila to, tako da sta bila oba aspekta. Ja, verjetno, ja. Ampak ja, okej, verjej. Tim ima ono ful dobro pesem, se že staro to, ko ima o religiji, oziroma why don't you believe in gravity and just flow the fuck away. Pa v papežu, pa v njegovi kapi, ja. Verjetno, ja. Dobre stvari, ja. Meni, če ni aktualna, če ni zadeva vse malo seksualizirana, pa politična, ne, zakaj pogovorimo o njej, ne? Mora imeti neki podton, se mi zdi za mene, ne? Mora imeti neko sporočilo, družbeno, kritično mogoče, ne? Tudi meni se tako zdi, da ni zgodba sam zaradi zgodbe, sem zato, da je smešna, ali pa sem zato, da mora imeti neko zadaj, ne? Vsaj moje osebno mnenje o nečem, tudi če ni najbolj popularno, ne? Ja, tudi če je narobno. To je zadnjič imel Blender dobro v KGB-ju, ne? Ko je rekel, jaz sem kosovski Albanc, ne? Najprej bi se to pravičil za kebab, za sladoled pa se ne bom, ker to imajo pa makedonski Albanci čest, ne? Veš, wow, ne? In pol je rekel naslednji stavek, bom politično nekorekten, Kosovo je Srbija. Ne? Kapo dol. Če bi to Srb povedal, bi gledali ga po strani, ker je Albanco rekel, je cool, ne? Z druge perspektive, ampak jaz smo na Blenderju vico ničla, ker smo jim vsem povedala njegov vic. Ne ničla, populariziram ga, ker ga spoštujem, ker je dobro naredil. To je v končni fazi ima to na YouTube. Povedal si, ki ima na YouTube? Nikdo ga je snimal, zadnjič ni. Pa je na YouTube dal? Mislim, da sem videl. Nisem pa siguren, to pa zdaj bi si pa zmislil, če bi rekel, da je 100%. Glavnem, ja. Okay, sorry, Blender, ne moreš več tega vica nikoli povedati. Ker... Lahko ga pove, ker ga bo že... Zdaj vsi vejo, zdaj da meni več... Pričakovali ga bojo, kaj ne? Okay. Ljudje imajo radi repeticijo, brez skrbi. Zato ponavljamo iste napake v življenju. Pa dejtamo iste ljudi, vse v mislih. Ampak jaz sem mu dala izziv, da naredi še boljšega. Še boljšega, bravo, Jura. Blender naredi, na kak način bi lahko to obrnil. Kot da si, ne vem, poštudiraj Blender. Ok. Hvala Blender za intermezzo, za katerega niti nisi bil sam kriv, ampak vrej. Banana. Ja, to sem pa danes našel beč v salonu, ko sem šel iskat nekaj reči in sem je po barvi zdel, da pašek moji trenerki, ki sem jo potem mogel sleč, ki me je Jure slekel. Potem je pa to gor dal, zato da bo David sprašal, kaj je s to banano. Nič je s to banano, samo dobil sem zdarilo, od Tanje Cvitko pa zaprav. Kot še nekaj drugih stvari, ki sem jih potem v salonu naprej delil. Je prišla v salonu ženska k meni, se mi je zdela, da je pač tujka, ker je imela recimo temu, da ne bomo rasisti spadal bližnje vzhodni ali pa bližnje vzhodni videz. Izkazala se je, da je iz Egipta. In je ženska brala plakat, na katerem sem bil upodobljen, ne, ki ga je Marko Pigac naredil. Marko, hvala, če poslušaš. In se nekaj ne sede k meni. In je sedla in sva govorila v neki taki polomljeni angleščini, na pol nemščini. In potem sem ji podaril en prstan, ki mi ga tudi Tanja Cvitko dala, ki mi je žakl ene takih kinžurije prinesla, ki je več ne uporablja. In jaz sem potem v salonu tudi o tem delil take male pozornosti, v bistvu, ne. So prišli neki Madžari noter in na ženska mi je bilo všeč, ne jo k sebi poklical, za roko prijel, predal odprl, netaknil prstan, baba je skoraj kap zadela.
in je šla in je bila pol, ne, a veš, interakcije so bile v salonu zelo različne, ne, z ljudmi. Torej, ljudi sem v bistvu presenečal, nagrajeval, ogovarjal, se jih dotikal na vse take nekonvencionalne načine, ker nismo navajeni, ne. In reakcije niso bile nikoli niti ena negativna, ne. Razen dvakrat, ko so rekli, zdaj pa je dovolj, ne. In to sem zelo spoštoval, ne. Ja, no, vse ni to negativno v bistvu. Ne negativno, sploh ne, ampak nismo navajeni sprejemati za take zavrnitev. Ti se usedeš k nekomu, ne, mu hočeš nekaj razlagati, se malo pametnega delaš, ne, se eksponiraš, svojo zgodbo prodajaš, on ti pa reče hvala, dovolj je. Wow, čudovito, ne. Ja, zanimivo. Lepa. Ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi meni en to naredil, da bi se kar vsedel, ker se še ni. Mislim, da nimam spomina, da bi kdo to naredil. Jaz sem to delal namenom, ne, dobesedno približati se ljudem na način, kot sem jim že dolgo časa nihče ni, če sploh kdo kdaj, ne. Vse mi je logično, ja, ampak logično me je zato, ker si mi to povedal naprej. Pa zdaj mi je logično, če se bo zdaj nekdo do mene vsedel, bom, okej. Vidiš, ni to fajn, ne? Kakšen efekt ima ta moj projekt na ljudi v prihodnosti, ne? Vsi tisti, ki so kdaj z mano sedeli v salonu, vse pol ure, bodo prihodnič, ko se bo kdo k njim sedel, če se bo, ali pa se bojo oni k samo sedli, z drugim odnosom pristopili tujcu, ne? Valjda. To se mi zdi fantastično, ne? In taki ripple efekt tega mojega projekta, ne? Da se ljudje med sabo začnemo, rekla Lara v intervjuju, pogovori, ki odpirajo Maribor, ne? Upam, da bo šlo čez meje Maribora na nek način, ne? Ja. Se vem, da je to tak velik zalogaj, ne? Ampak nekje se mora začeti, ne? Tudi Jezus je bil en sam, ne, če je bil. Pa in tudi Jezus je bil en sam, če je bil. Ja, rabo je. Milijarda ljudi skoraj da verjame v to, ne, če ne, je to. Ja. Pa Martin Luther King, kot si ga prej omenil, ne, pa Mandela, pa Gandhi, pa ne vem, kdo še vse, ne, Mati Teresa in Rosa Luxemburg, ne. Vsi so bili samo en človek, ne, ki je... Rosa Luxemburg. Dober kvot. Nekaj začel, ne? I don't want to be a part of your revolution if I can't dance, nekaj takega. Okay. Rosa Luxemburg, Rusinja, ne? Feministka, če sem si prav zgodil. Feministka, ja, nima, če je bila Rusinja, sigurno pa ni bila iz Liechtensteina, ali pa iz Luxemburga. To sem jaz tudi prvo gledal. Mislim, da je bila Rusinja, čakaj, da pogooglamo. Luxemburg? Možno. Rosa Vsekakor je verjetno bila židovskega porekla s tem priimkom, ne? Filozofinja, revolucionarka židovskega rodu, Peti marec, zamošč pri Lubinu, ruski imperij. Je pa quote, mislim, da je If I can't dance, I don't want to be a part of your revolution. Zdaj pa si me potegnil za jezik s to rusko revolucijo pa z židi. Ja? Gremo v to smer? Trotski je v židu. Fuck, jaz to moram videti.